Petek, nova oddaja. Današnja gostja v naši strokovni nogometni oddaji, kjer je nogomet ni samo zmaga in poraz, ampak je še veliko več. Tokrat z nami Jana Levec je strokovnjakinja na področju prehrane v nogometu, povezana predvsem skozi svoje magistrsko delo, bomo pa skozi oddajo ugotovili, če še kje drugje, kjer si Jana preučevala prehrano, telesno sestavo pa zmogljivost skupine profesionalnih športnikov, nogometašev v Sloveniji. Tako da pozdravljena Jana, drži to, kar sem zdaj povedal, ne? Živjo, tako je, ja. S tem, da ti si dva študija delala, kar se ma tudi dotaknila, eno je dietetika in drugo je pač nutricist, boš po izobrazbi, ali kakšen bo tvoj naziv? Ja, v bistvu en študij je dietetika v Izoli na Fakulteti za vede o zdravju, drugi je pa magistrski študij prehrane, je pa na Biotehniški fakulteti, tako da oba sta v bistvu, po obeh si nutricionist. Nutricionist je v bistvu vsak, ki se ukvarja s prehrano, tudi ki naredi recimo samo nek vikend tečaj, pa kakšne vrste nutricionist si, v kaj se usmeriš, koliko si dober, kakorkoli že, je pa odvisno pol od tebe. Ampak ja, če pa imaš neko fakultetno izobrazbo, je pa to v Sloveniji možno na študiju dietetike ali pa prehrane oziroma živilstva na diplomcu na Biotehniški. Tako da ja. Okej. Zdaj še samo, da pozdravim poslušalce. Nogomet je veliko več kot le zmaga in poraz. V podcastu iz Centrov Gol to tudi spoznaš. Moje ime je Igor Fenko in sem voditelj podcasta iz Centrov Gol. Gremo v novo oddajo. Okej, smo nazaj. Jana, prvo bi te vprašal, koliko ti je nogomet blizu? Koliko se ti najdeš v nogometu? Kako si prišla sploh do ideje, da greš potem tudi raziskovati prehrano v nogometu? Ja, v bistvu zanimivo, da sem na začetku srednje šole oziroma gimnazije tudi jaz sama trenirala nogomet v ŽNK Radomlje, tako da mi je bil ful všeč, sam nekako ni bilo dosti toliko starih kot jaz punc, da bi bila neka klapica, po mojem je bil to glavni razlog, da se pol nisem obdržala tam, ampak mi je bil všeč, no, zelo naporni trening in fajn, razgibano in tako. Drugače za magistrsko temo je pa naneslo po naključju oziroma jaz sem si izbrala že svojega mentorja, kdo bo, in sem hotela preučevati tudi že neke druge stvari, ampak me je potem on povabil, če bi sodelovala pri raziskovanju prehrane nogometašev skupaj z enim študentom, ki pa že dela doktorsko študijo na njih. Tako da sem bila v bistvu zame, je bila zanimiva tema in smo se pol tudi kot ekipca dobro ujeli, tako da sem vesela, da sem se odločila. Tako da si se vrnila nazaj v nogomet. V glavnem, nogomet ti je blizu, veš, zakaj se gre, veš, tako kot si sama rekla, so treningi dosti naporni, ampak glede na to, da smo se midva pogovarjala, ti si zdaj v nekem triatlonu, to resno ali rekreativno? Ja, v triatlonu sem se pa tudi kar našla, v bistvu, ampak čisto rekreativno. Ja, v bistvu grem na tekme tudi, no, pa sploh te slovenske, pa kakšno, zdajle bom šla na drugo polovičko Ironmana, tako da so mi všeč bolj daljše razdalje v bistvu, ampak ja, mi je pa čisto rekreativno, nič resnega, ne mislim s tem služiti ali pa karkoli takega, za zabavo in za neko, da sem športno aktivna, no, tako tudi skupaj s fantom pol trenirava in je veliko lažje, tako da. Bogi fant ga preganjaš okrog. Tako nekako. Zanima me, vprašal sem zaradi tega, koliko je to, rečemo, primerljivo tebi, če se spomniš, napor treninga, rečemo, ne vem, zdaj, ko greš ti enkrat greš plavati, enkrat si na kolesu, enkrat greš teč, ne, koliko ti je to primerljivo s tistim, kar si ti spomniš, ko si trenirala nogomet? Ja. Ali pa kar si zdaj, rečemo, gledala na nogometaše, ne vem, kot prvo ligo, kako trenirajo? Ja, nogomet je definitivno sestavljen iz več teh
kratkih in zelo intenzivnih odsekov, kakšnih šprintov, pa skokov, pa obratov, pa tako pač moraš res, imaš te zelo eksplozivne, pa rabaš veliko moči, pa ti šprinti, medtem ko triatlon, sploh dolgi triatlon je pač čisto nekaj drugega. To pa dolg časa traja, ne vem, 4, 5, 6 ur je lahko tudi tekma in si pač še vedno si zelo zmatran pa tako, ampak si nekako skozi konstantno na neki srednji intenzivnosti oziroma do visoki, a ne na tekmi, ampak je zelo drugačno. V bistvu imaš pa krajše triatlone, ki so pa mogoče bolj primerljivi nogometu, ki so nekje do 1 ure dolgi in tam pa imaš pol, sam tudi nimaš lih šprintov, razen na koncu v cilj, ne. Zanima me, ne, če midva govorimo, ne, ko si ti poln z hrano ali pa ne vem, z energijo, ki je pripravljena za napor, ne, vemo, po vsakem naporu pač mi zmanjšamo količino te energetske vrednosti. A je to kaj primerljivo, si pa rečemo po triatlonu glih toliko prazen, ko si po nogometni tekmi, ali si tam bolj kot pa rečemo po eni nogometni tekmi? V bistvu bi rekla, da si po daljši tekmi, da si bolj daljša kot je tekma, pa bolj kot je intenzivna, bolj izpražnaš svoje glikogenske zaloge. Je pa res, da glikogen ni samo ene vrste, a ne, pač imamo različne vrste glikogena in recimo tega, ki ga večinoma, ki ga zelo močno uporabljajo pri nogometu, zaradi teh šprintov pa visokointenzivnih vložkov pa tega, je glikogen, ki se lahko čisto izprazni, a ne, to je intramiofibrilarni glikogen se reče, a ne, in recimo kljub temu, da bo po koncu nogometne tekme ostalo še celokupnega glikogena, ne vem, recimo 40%, ali zdaj sem na pamet rekla, bo mogoče onega drugega glikogena, ki je pa potreben za šprint, pa to bomo pa lahko čisto izpraznili, ne, ali pa bo samo še par procentov ostalo, tako da ni pa to dovolj, a ne, pač če bi hoteli še nadaljevati s takimi šprinti, je pomembno, da tudi ne, pač, če bomo hoteli pol še naprej šprintati. Tako da, iz tega vidika je težko primerjati, ker se drug glikogen izprazne, bi rekla, da se na triatlonski tekmi, oziroma daljša kot je tekma, več celokupnega glikogena izprazni, ampak je pa pol odvisno, kjer nas zanima, pa kaj bomo naprej delali. Tako da. Se pravi, zdaj, če ko rečemo, ti izhajamo iz tega, da je glikogen neko naše osnovno gorivo. Shramba energije v bistvu. Shramba energije, okej. Prvo, kaj je to glikogen? Kakšna je sestava sploh? Da bomo mi navadni smrtniki razumeli. Glikogen je v bistvu skupek molekul glukoz. Pač to je shramba energije, a ne, ker glukoza je osnovno gorivo, pač da se producira ATP, iz česar se pač dela energija. Rabimo mi glukozo imeti, a ne, in da bomo glukozo dobili, jo lahko na različen način dobimo in najbolj efektivno je, da jo pač pridobivamo iz glikogena, a ne. Tako da, kaj je bilo že vprašanje? Iz česa je sestavljen? Iz česa, iz glukoze. Kaj je glikogen? In zdaj na drugi strani, ko govoriš ti, se pravi, so različni potem tudi prostori, kjer imamo mi shranjen ta glikogen. Kje imamo pa mi vse to shranjeno? Se pravi, glavna zaloga glikogena je shranjena v mišicah. Tam je nekje do lahko pol kila ali pa še več glikogena shranjenega v našem telesu. Se pravi, mišični glikogen se reče. Je pa veliko glikogena in zelo pomemben del tudi shranjen v jetrih. Tako da tam je pa nekje do 170 gramov glikogena lahko shranjenega. In tukaj je pomembna razlika, ker ta glikogen iz jeter se lahko transportira po celem telesu, gre lahko, kjer je potreben, medtem ko ta iz mišic bo pa uporabljen samo za mišične kontrakcije in bo se samo znotraj mišic lahko uporabljal. Tako da drugače pa pol še v krvi shranjen tudi pa v srčnih celicah, v možganskih celicah, ampak to so pa pol že zelo manjši deleži. Ampak za športnike verjetno je ključen ta del, se pravi, koliko je shranjeno primarno v mišicah in potem koliko je količina verjetno v primarno jetrih ali sekundarno v jetrih. Tako, Okay.
Zdaj, bomo midva malo tu iz tega glikogena, dajmo midva to prehrano, se pravi, kako bomo midva hrano spravila noter v telo, zato da bomo pol enkrat rečemo dobili glikogen, pa kako bo telo probalo to reagirati. Zdaj, verjetno vsi se ves čas nekako sprašujemo, pa milijonkrat je verjetno na nek način se vi, ko se ukvarjate s tem, nam razložite, pa ves čas potem se mešamo. Tiste glavna živila, ko jih mi dajemo, ne, ali pa ko jih pol damo v neko piramido, kaj bi ne jedli, ne, zdaj ta športna piramida je zelo različna, ampak v osnovi, kaj bi ne bilo spode, kaj je tisti temelj, kaj bi ne največ jedli? Absolutno ogljikovi hidrati. Pač sploh za športnike, že za splošno populacijo je nekako smiselno, da bi bil največji delež energije, ki jo zaužijemo iz ogljikovih hidratov. Pri športnikih je pa to še toliko bolj pomembno, ne? Recimo za splošno populacijo je nekje okrog 50% se nauča, ne reče, sej to je zelo fleksibilno, ne, se ni treba držati, je lahko tudi drugače, pa je čisto okej, ampak za športnike, sploh vzdržljivostne športnike, ne, zdaj za nogometaše malo manj, ampak je pa lahko tudi za kakšne maratonce do 80% recimo potreb energijskih, da samo iz ogljikovih hidratov. Tako da ja, za nogometaše pa recimo, če se pogovarjamo o enih 60%, bi bilo čisto super. Ampak kaj so zdaj tisti hidrati, ki bi jih mi morali jesti? Kaj je tisto, kar je največ? Se pravi, za mene zdaj, jaz razumem, da ogljikovi hidrati so, ne vem, testenine, se pravi, žitarice, riž, krompir, ne vem, te stvari, ne? Ampak kaj je še tu znotraj tistega, kar bi mi morali, ne? Pač ogljikovi hidrat je sladkor na koncu, ne? Ko govorimo mi o teh, to te bom tudi še itak, mi boš malo kasneje teh preprosti in kompleksni, kakšne so razlike, ampak kako bi ne rečemo en športnik vedel, koliko ne poje, zdaj bomo rekla ekstrem ne sladkorja ali pa kruha, pa koliko bi ne pojedel, ne vem, polnozrnatih nekih pridelkov, pa zakaj je to toliko pomembno pa različno in tako? Ja, v bistvu tukaj ni treba nekaj zelo doktorirati, pač v bistvu je zelo po okusu, če ti je všeč polnozrnata, ti je všeč Zdaj, odvisno, ja, se mi pogovarjamo o nekem profesionalnem športniku, kjer vsaka malenkost šteje in pač mora imeti skoraj do grama natančno načrtovan svoj jedilnik oziroma pač res, da ni prostora za neke spodrsljaje, ker pač ne gre na olimpijske igre in se gre za stotinke sekund in ne vem kaj. Za nogometaše, recimo naše slovenske prve lige, se mi pa zdi, da imajo kar neko okno, kjer se lahko prilagajajo stvari, ne. Važno je, da vejo osnove in da pač znajo pa s temi osnovami graditi in si prilagajati svoj jedilnik, in ti so pa lahko med sabo zelo različni, en med drugim. Pač ni se zdaj treba držati 100%, zdaj pa samo bele makarone, pa ne vem kaj, ne. Pač zato, ker recimo beli špageti, pa taki rafinirani žitni izdelki, ne vem, riž, pa izdelki iz moke, ne, recimo kakšne pice, pa beli kruhi, pa to, bojo mogoče bolj pozitivni za športnike, zato ker bojo mogoče tega lahko malo več pojedli, ker so malo manj nasitni, ker imajo manj vlaknin in ker imajo športniki višje energijske potrebe in jih je včasih težko zadovoljiti oziroma velikokrat težko zadovoljiti, bova še govorila o tem po moje v nadaljevanju. Ja, nam je opozorila, da moramo. Ja, no, v glavnem, in zaradi tega mogoče je bolj smiselno, da posegajo po teh izdelkih, a ne, ki jih lahko čim več pojejo, a ne, saj vemo, belega kruha lahko ti veliko več količinsko poješ, kakor pa nekega zbitega polnozrnatega, a ne. Ja, no, v glavnem, in iz tega vidika, če pa pač nimajo težav, da pa pač imajo zelo velik apetit in da lahko veliko hrane vase spravijo, pa čisto ni nobene težave, če jejo polnozrnat kruh ali pa katerekoli druge vire ogljikovih hidratov, se pravi, lahko so to različne kaše, lahko so to testenine, izdelki iz njih, kruhi, lahko so to pač tudi, se pravi, je pa pomembno mogoče, da se pred, med in po treningu majčkeno bolj pazi pol, kakšni so ti viri ogljikovih hidratov, sploh med treningom, recimo, če med polčasom nogometaši uživajo pač neko hrano, ker je smiselno, da jo, mogoče ni fajn, da si naredijo zdaj porcijo špagetov ali pa neko konkretno hrano, ampak bo lažje prebavljivo, če bojo ti ogljikovi hidrati čim bolj enostavni in čim lažje
da jih bo telo absorbiralo, s čim manj dela za prebavo. Tako da to so pa pol v obliki kakšnih gelov ali pa energijskih tablic ali pa izotoničnih napitkov in tako. In v tem primeru je pol smiselno izbirati take vire. Če pa gledamo nekaj za zajtrk, pa da bo trening čez par ur ali pa na tak način, ki je pa dosti stran od treninga, je pa sam važen, da je ogljikovih hidratov v taki ali pa drugačni obliki. Tako da to bi bil moj odgovor, ja. Banana je ogljikov hidrat. Absolutno. Absolutno. Pravi, ker govorim zaradi tega, ker banane dostikrat se nam svetuje tudi, ne vem, da bi se ali pred tekmo ali pod tekmo, pol so grozdje, slive, se pravi te stvari, ne? Ja. Kakšna je razlika, če je banana bolj zrela ali pa manj zrela? A je kakšna razlika? Ja, definitivno. Športnikom bi jaz priporočala bolj zrele banane, ker imajo večji delež sladkorja in so lažje prebavljive, tako da absolutno je zrela banana tista, po kateri bi jaz recimo kot športnica raje posežem pred ali pa po treningu. Kakšna je pa pol razlika, če bi zdaj mi govorimo, ne vem, da bi pa mi vzeli čokolado namesto banane? Ja, to je pa v bistvu velika razlika, zato ker čokolada, večina čokolad, pa teh čokoladnih ploščic ali pa vseh sladkarij, ki jih mi v bistvu klasificiramo pod cukor, so v bistvu zelo veliko teh stvari, ali pa tortice, pa deserti, pa to. So ogljikovi hidrati to? Ja, v bistvu sestavlja večji delež teh živil, če pogledamo zadaj na etiketo, maščobe. In maščobe so pa v bistvu te, ki jih pa nekako ne priporočamo pred, med in po treningu za športnike. Tako da bo veliko manj sladkorja, kakor pa recimo v kakšni energijski tablici, bo recimo v milki, ki ima zelo velik delež maščob. Ja, bo pa veliko maščob, ki pa niso lihune, ki jih hočemo imeti, tako da to pa ne bo idealno. Ja. In to v bistvu je napačno tretiranje teh živil pod sladka živila. Jaz bi jih prej umestila pod maščobna živila, če že kaj. Ampak drugače, v resnici je kombinacija sladkorja in maščob, zato so pa tako težko se jim upremo, ker ta kombinacija je ono, ki v nas vzbudi poseben občutek zadovoljstva in tako pač. Sprašujem tudi iz tega vidika. Zdaj, marsikateri opozarjajo tudi, zdaj, ne vem, lahko govorimo o zdravnikih ali komorkoli drugem, da v primeru zaužitja čokolade ali nekaj tajega, se pravi, ko ti zaužiješ čokolado, tudi inzulin na drugi strani zelo skoči, kar pa pomeni posledično, ne vem, v teh vseh dogodkih znotraj telesa, hormonske ravnovesja, ki ga telo ves čas išče, tudi drugačno potem delovanje celotnega telesa. Se pravi, mi verjetno bolj iščemo te adrenalinske doze, kot pa inzulinske doze v trenutku, ko smo aktivni. A to tudi pol vpliva kaj? Ja, inzulin definitivno se naraste po tem, ko uživamo nekaj sladkega, in to je zelo super, ker to je taka zdrava fiziološki odziv našega telesa, da pol lahko ta sladkor, ki ga vnesemo, pospravimo, spakiramo tja, kjer je treba. Ali ga v glikogenske zaloge, ali gre v kri, ali kakorkoli že. In to je pač nek navaden pojav, ki mora biti, ki se zgodi pri vsakem zdravemu človeku in s tem ni čisto nič narobe. To je super in ja, tako da tle jaz ne bi nič dodala, da je to kakorkoli mod ali kako si rekel, kakšne hormonske. Se pravi, ne vpliva na ostale procese v telesu. Mislim, ima vpliv, sam je to pozitiven vpliv, mislim, nič ni to slabega. Tako da tudi za športnika absolutno je pomembno, da inzulin naraste in ja, to vse dela se v nekem harmoničnem ravnovesju, ali kako bi rekla, pač s tem ni čisto nič narobe in ne moti nobenih reakcij v telesu, oziroma bi bilo grozno, če ne bi bilo tega. Ok. Zdaj, če mi gremo naprej, ogljikovi hidrati so neka baza, verjetno športnike, pol bomo rekla, nogometaši, da vsaj 60% prehrane bi morali biti ogljikovih hidrati ali več. Recimo, ja. Recimo. Kaj je naslednja stopnja v piramidi, ki bi mogli mi biti pozorni na njo? So to beljakovine? Ja, v bistvu, zdaj jaz ne bi rekla, da je to, kaj je bolj pomembno, beljakovine. Definitivno so
zelo pomembna, mogoče z roko v roki, beljakovine pa ogljikovih hidratov. Vse tri. Tudi pač imamo 3 skupine makrohranil, beljakovine, ogljikovih hidrati pa maščobe, a ne. In vse tri so zelo pomembne in vse tri moramo uživati in tudi športniki jih morajo. Ja, to razumem, ampak govorimo o količinah, ne? Ja, v količinah pa Ja. mogoče bi bila pol naslednja, po količini naslednja enota bi bile maščobe in zadnja enota, nekje okrog 20%, se pa priporoča vnos beljakovin. Ampak kljub temu, da jih je najmanj treba, so pa nekako mogoče še celo najbolj pomembne. Definitivno bi jaz prva stvar, ki bi jo gledala v jedilniku, je, če imamo dovolj beljakovin in če jih imamo lepo razporejene čez cel dan in ja, pač res so pomembne in pa okrog tega, recimo tudi za splošno populacijo, najprej pogledamo beljakovine, potem pa gremo naprej gledati, koliko imamo ogljikovih hidratov pa maščob in kako te razporedimo med sabo. A razumeš? Pač beljakovine morajo štimati, tle pač res ni, ker pri ogljikovih hidratih pa maščobah je neka fleksibilnost, lahko malo več maščob, pa malo manj ogljikovih hidratov, pa ne bo toliko hudega narobe, kakor pa če ne bomo dosegli tega minimuma za vnos beljakovin. Pa pomeni minimum vnosa beljakovin? Ja, zdaj za splošno populacijo priporočila so 0,8 grama na kilogram telesne mase, tako da to je nekje, ne vem, recimo okrog 60 gramov beljakovin na dan, ampak priporočila za športnike so pa recimo še enkrat višja. Nekje za nogometaše je UEFA podala smernice, da se priporoča med 1,6 pa do 2,2 grama na kilogram telesne mase, kar je pa že veliko več. Recimo za 70 kilogramskega človeka bi bilo to, se pravi 140 gramov beljakovin na dan, na primer. To ne pomeni, da je 2 deci mleka dovolj? Ne, absolutno ne. 2 deci mleka bo premalo. Ja, ker zdaj rekla si ne čez cel dan. Kaj to pomeni, da bi mi morali že začeti z beljakovinami obvezno pri zajtrku ali kaj? Ja, to je v bistvu kar zelo pomembno, da so enakomerno razporejene, ker ni dovolj, da mi zaužijemo recimo to spodnjo mejo 1,6 gramov beljakovin na kilogram telesne mase na dan, pa vse to zaužijemo za večerjo, ker ponavadi trend kaže v to smer, da za večerjo zaužijemo največ beljakovin ali pa tudi za kosilo, ampak za zajtrk jih pa absolutno najmanj ponavadi zaužijemo, ne, in to ni okej, zato ker ne bo absorpcija v dovoljšni meri in je čisto drugače, če jih recimo 5-krat na dan ali pa vsaj 3-krat na dan zaužijemo v čim bolj enakomernih količinah, a ne. Tako da, ja. Se pravi, tradicionalni slovenski zajtrk, ne, kos kruha, maslo, med, jabolka, pa kozarec mleka je v redu pol, ali kaj? Ja, pa nič beljakovin. Ali je premalo? Ja, ne, v samem mleku je nekje na 100 mililitrov, mislim, da 3 grame beljakovin, tako da pa, če izračunamo, je to 6 gramov beljakovin, recimo, da v mleku dobimo, pa če pa še majčkeno v kruhu, v maslu pa res ni veliko beljakovin, tako da ne vem, ne pridemo do 10 gramov, če jemo tak zajtrk. Recimo priporočilo pa je, da je nekje 20 gramov beljakovine na obrok. Tako da to bi bilo fajn upoštevati, če si pa, to je že za splošno populacijo priporočilo. Kaj zdaj rečemo, bi ti rekla, da je potem, daj nam 2 zajtrka, ko sta rečemo primerna, da bi lahko jedli? Ja, zdaj zelo popularni so razni skiri ali pa posneti jogurti ali pa grški jogurt, pa pol, a ne, te imajo zelo velik delež beljakovin že na lonček, a ne, tako da recimo to, pa kakšne kosmiče noter na tak način, lahko pa jemo kosmiče z navadnim mlekom, pa mogoče dodamo pol kakšno merico beljakovin v prahu zraven, na tak način. Zdaj, recimo, če jemo jajca za zajtrk, bi jih potrebovali kar, mislim, da 3 ali 4 jajca, da pridemo do teh 20 gramov beljakovin. Tako, no. To so recimo primeri zajtrkov. Okej, ampak zakaj zdaj beljakovine so ključne? Zaradi kot gradnik za mišice ali je še kaj drugih pomembnih faktorjev tu noter? Ja, beljakovine so v bistvu
to si dobro rekel, gradniki in ne samo mišic, ampak čist celega našega telesa. V bistvu čisto vse, kar mi vidimo od kože, las, pa kar ne vidimo noter, razni encimi majhni, pa ja, mišice velike, kakorkoli, vse je zgrajeno iz beljakovina, ne. In zato je to ključnega pomena, da jih imamo dovolj, ker v bistvu v resnici mi nimamo neke prave rezerve, a ne, tako kot imamo za ogljikove hidrate, imamo rezervo za ogljikove hidrate, je lepo glikogen, ali pa rezerva za maščobe, so maščobne zaloge, a ne, po telesu. Za beljakovine pa ne moramo reči, da imamo dobro zalogo beljakovin v telesu, zato ker bi si sposodila to prispodobo, ko je moj kolega Matjaž enkrat povedal, da recimo, če rečemo, da so mišice dober vir beljakovin, je to tako, kakor če bi rekli, da je naša hiša dober vir dobra zaloga, dober vir opek. Ne bomo šli iz naše hiše vzemati opek, ki jih bomo rabili, ne. Tako tudi hočemo naše mišice šparati in zato je ključno, ne, da pač redno vnašamo beljakovino v telo, zato da pač to, da šparamo mišice in da jih v bistvu še izgrajujemo raje in regeneriramo, če smo športniki, a ne. Tako. Se pravi, še enkrat, koliko rabimo mi beljakovin dnevno, rečemo, če se ukvarjamo s športom, da vnesemo? Ja, zdaj, če sva recimo nekje rečeva 2 grama na kilogram telesne mase, to bi bilo za 70-kilogramskega človeka nekje 140 gramov beljakovin na dan, ne. To je že kar... To v bistvu, tako si prej rekla, je pa treba verjetno tudi pol pregledati etikete, ampak kaj pa pomeni pa rečemo v 200-gramskih, ne vem, puranjih prsih? Koliko je pa tu beljakovin noter? Ja, zdaj jaz bi rekla po občutku nekje 30 gramov, mogoče 20-30, tako nekje. No, to je že dobra porcija beljakovina, ne, za eno kosilo, recimo. Tako, recimo to, ali pa podobna količina, recimo tofuja ali pa tempeha, ali pa recimo, ja, jajca sva rekla 4 jajca, mislim, da je za eno obrok beljakovin primerno. Ali pa pol litra mleka, oziroma lahko bi rekli, kakšni, pač zdaj so že zelo popularni ti beljakovinski pudingi in kaj so ti, čokoladna mleka ali pa tako, ki so pač prav obogateni z beljakovinami, a ne. Mislim, da pol je že en 250 mililitrski kozarček, ima že nekje 200, oziroma flaška, ima 220 gramov beljakovin. Tako, no, je fajn recimo, da za malico, a ne, da ne jemo samo ali sam sadja, ali samo oreščkov, ali sam kruh pa nekaj, ampak ja, da popijemo zraven nekaj tacga, ne, ali pa kakšen sojin napitek, ali pa tako. Okej. Kaj je pa zdaj z maščobami pol še, da še to obdelamo, no? Zdaj, Ja. maščob se zelo izogibamo, ali pa če je le možno, ali razen takrat, ko radi pojemo kaj tistega odojka in tako naprej, malo v šali, no. Koliko je ta delež maščob, pa kakšne maščobe mi ne jedli, ker tu vseeno je, te maščobe, svet se mi pogovarjamo, da je nek dosta širok spekter, česa ja in česa ne. Ja, zdaj maščobe so zelo, zelo pomembne tudi za športnika in za pač splošno populacijo, kakorkoli, ker maščobe so v bistvu tudi zelo pomembne za telo, recimo že maščobotopni vitamini A, D, E, K, a ne, da ne pride do pomanjkanja teh, pa da jih dovolj vnašamo. Potem živila, ki so bogata z maščobami, so ponavadi tudi bogata z železom ali pa s kalcijem ali pa z raznimi minerali, a ne. Tako da iz tega vidika, ja, pa maščobe so pol sestavni deli, recimo holesterol, ki je sestavni del vsake celice, a ne, pa za steroidne hormone, pa tako, v glavnem kup enih funkcij in maščob definitivno ne smemo kar postaviti na stranski tir in da niso pomembne, so zelo pomembne. Zdaj je pa tudi pri športnikih, priporoča se, a ne, da je čim manj maščob v prehrani, ki so nasičene maščobe, in čim več, ki so večkrat nenasičene, oziroma omega-3 maščobne kisline, jih poznamo pod tem imenom. In enako velja za športnike, a ne. Niso nič drugačna priporočila za športnike na tem mestu, zato ker če je nasičenih maščob, te najdemo recimo v
mastnih, mesnih izdelkih ali pa tudi v polnomastnem mleku, v bistvu v večini živil živalskega izvora, ki so bogati z maščobami, ali pa v kokos. Kokosovi izdelki imajo tudi veliko nasičenih maščob. No, te so načeloma povezane z negativnimi izidi za zdravje, z temi nenalezljivimi kroničnimi boleznimi in pač za take bolezni na dolgi rok, če tega preveč uživamo nasičenih maščob, niso imuni niti športniki. Zato se tudi za njih priporoča, da se pazi na tem naslovu. In za športnike je mogoče še toliko bolj pomembno, da imajo res zadost omega-3 maščobnih kislin, ki delujejo protivnetno in so povezane nekako z boljšimi rezultati za šport in dolgoročnim zdravjem. To je pa tudi za splošno populacijo. Omega-3 maščobne kisline so izjemnega pomena recimo za možgane in za zdravje nasploh. Tako da, ja. Kateri so tisti glavni negativni učinki nasičenih maščob? Kaj to pomeni? Krvnožilni Tako, za aparat krvnožilni je sistem. napaden, ali kaj? Kako? Krvnožilni aparat je tisti, ki je Ja, tako, ja. pod pritiskom. Žile obremenjene. Ateroskleroza in tudi sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni v bistvu. To je glavni negativni učinek. Ja. Okay. Zdaj, na tole bi te jaz vprašal, ker si se že vmes dvakrat ali trikrat dotaknila, prehranska dopolnila. Koliko mi lahko nadomestimo hrano z samimi dopolnili? Lahko samo z dopolnili nadomestimo, pa koliko je telo sploh sposobno absorbirati potem, ne vem, ko je v neki dost mali tableti ali ne vem, praško, velika količina. Koliko telo sploh absorbira pol teh stvari? Najprej več vprašanj je bilo, se vem. Ni panike. Se pravi, absolutno so prehranska dopolnila z razlogom prehranska dopolnila že v imenu. Vidimo, da so dopolnila in absolutno ne bi nobenemu svetovala in mislim, da bi bilo zelo težko oziroma skoraj nemogoče, da bi s prehranskimi dopolnili nadomestil hrano. Absolutno ne. Glavno vodilo je, da se proba s polnovredno prehrano zadostiti čim večjemu številu naših potreb. Čim več, kar gre, da naredimo s prehrano. Zdaj, prehranska dopolnila pa se priporočajo, če recimo ob raznih stanjih, mogoče človek, ne vem, če je brez želodca ali kakorkoli, če ima kakšne zdravstvene težave, v tem smislu, da ne more zadosti absorbirati ali pa kakršenkoli drug razlog, da je treba dodajati dopolnilo. Ali pa, če so enostavno potrebe prevelike, pa mogoče, da je težko. Recimo tukaj mi prvo pride na pamet dve stvari, vitamin D pa omega-3 maščobne kisline. Recimo vitamin D je ena taka stvar, ki smo 2 leti nazaj, mislim, da je prišla ven raziskava na Slovencih, koliko imamo porazno stanje vitamina D v krvi, da smo zelo slabo prehranjeni s tem vitaminom in vemo, da vitamin D je zelo, zelo pomemben spet za kup enih stvari v našem telesu. In zato se zdaj priporoča v prvi vrsti, da se gre testirati vsak posameznik kri, pa da pogleda, kakšno ima zalogo tega vitamina. In potem velika večina ljudi na podlagi tega bo ugotovila, da sploh v zimskih mesecih, zdaj od septembra naprej, pa do nekje aprila, maja recimo, bi bilo kar že potrebno dopolnjevati ta vitamina. Zato, ker ga enostavno vsak dan pol ure ven na sprehod, ne? Po zimi v bistvu sploh je nemogoče dobiti iz sonca dovolj. Kaj bi pa ne pol jedli? Vitamin D je drugače v manjših merah prisoten v mleku, pa v jajcih, pa v ribah, ampak s prehrano, če nam uspe nekje 20% potreb po tem vitaminu pokriti, je že veliko. Tako da res je skoraj mission impossible. Pol je malo odvisno od naših genetskih predispozicij, a boljše absorbiramo, ali mogoče manj rabimo, ali kakorkoli. Tako da, ali pa če si dosti velike zaloge naredimo, recimo čez poletje, pa da zdržijo pol do naslednjega poletja, drugače pa večinoma ljudi ima pomanjkanje. Ali pa recimo omega-3 maščobne kisline pa
ja, bi jih lahko dobili, če bi 2-krat na teden jedli mastne ribe, recimo. Ampak to Mastna se... riba je postrv dovolj, ali mora biti losos, zdaj karikiram? Mislim, ja, postrv je že kar v redu, no. Sploh so fina, recimo, tudi kakšne manjše ribice, kakšne sardelice ali pa kaj takega. Ja, tako da je pa v naši kulturi, sploh, ne vem, osrednja Slovenija, pa osrednja Evropa, zahodni svet, kakorkoli, da ne jemo 2-krat na teden rib, a ne. Že zdajle, če pogledamo te čase, je mogoče že finančno sploh, kako boš si privoščil to, a ne. Tako da, ja, iz tega vidika je pol prehransko dopolnilo mogoče ona opcija, ki je smiselna, a ne. Tako da, ja, na tak način pol... Tu te moramo vprašati eno zadevo samo. A imaš ti kak nasvet, kako se naj lotimo mi, če želimo iti v ta prehranska dopolnila, glede na to, da smo snemali eno oddajo, kako so neurejena trg prehranskih dopolnil, ne. Se pravi, sem poslušala pogovor z gospodom Žiberno, zelo zanimiv. Ja, kaj bi pa ti tu svetovala, da se predvsem gledajo ti certifikati ali, ne vem, to, kar naše firme farmacevtske proizvajajo, da je to zagotovo preverjeno? Ja, to je težko vprašanje, na katerega v bistvu ne znam čisto dobro odgovoriti. Zdaj, če se gre to za športne dodatke, je tako, kot je že rekel doktor Žiberna, so neki mednarodni laboratoriji, neodvisni, ki pač testirajo razna prehranske, te športne dodatke, a ne, športno prehrano, in jih testirajo in pa dajo certifikat, da je to dopolnilo oziroma to športno živilo, da je čisto, a ne, in da je neonesnažena. Zdaj s kakšnimi temi prehranskimi dopolnili raznih vitaminov ali pa mineralov, pa kakšne omega-3 maščobe, je pa težje oziroma nikoli ne vemo čisto, kaj bomo dobili noter, to je res, ker ni tako kontroliran trg, kot je to recimo za zdravila kontrolirano. Tako da mogoče se mi zdi, da je še vseeno kanček bolj varno, če to kupujemo v lekarni, ker oni imajo, mislim, da, ne čisto, če ne vem, kdo bo prav, ne vem, kako imajo, ampak se mi zdi, da sprejmejo sploh nek izdelek na svoje police, ne, imajo tudi neka testiranja oziroma laboratorije, tako da mislim, da bi bilo bolj varno kupiti neko prehransko dopolnilo v lekarni, kot pa na primer v DM-u, ali pa, da ne bom krivice naredila, kakšni taki trgovini. Zdaj, ja, je pa pol tudi možno, se mi zdi, da od različnih firm najdete kakšne potrdila o analizah, a ne, pa, ja, da imajo kakšne certifikate, da je neka raziskava zadaj vse narejena, ne. Kako? Da je neka raziskava zadaj narejena, ne. Ja, recimo, da je že boljše kot nič. Ja, to je zelo težko odgovoriti na to vprašanje, ja. To bi mogli se na zakonodajni ravni nekaj spremeniti, da bi bilo bolj regulirano, da ne bi mogel kar vsak dati vsega na trg in napisati gor na škatlico, to pa vsebuje to pa to, pa v taki količini, a v resnici dejansko ni nujno, ne, da je dejansko to noter, kar piše. Okej, zdaj, če govorimo o športniku, je zaželeno še vedno velja 5 obrokov dnevno. To je, ja, recimo ena od opcij, ni pa to nujno, a ne, zdaj... Kake so pa še opcije? Ja, od vsakega posameznika, kakor mu paše, absolutno se pa mi zdi, da bo lažje, če ne bo imel 2 obroka na dan, v katerih bo mogel pojesti v njih 3000 ali pa 4000 kalorij, ki imajo toliko visoke potrebe športniki, a ne, in je iz tega vidika mogoče lažje, da ima 5 obrokov, da ima malce vmes, da pač čim več lahko poje, brez da se počuti preveč nabasanega. Ja, in iz tega vidika mogoče je boljše, da ima več manjših obrokov, a ne, ampak če pa nekomu paše, da zjutraj ne je, sam je pa pol spet odvisno, kdaj ima treninge, če ima 2 treninga na dan, pa če zjutraj ne bo jedel, pa bo šel s praznimi glikogenskimi zalogami recimo na trening, bo ta trening nekako slabše kakovosti, ne bo toliko mogel dati od sebe, kakor bi lahko dal, če bi pojedel recimo nekaj sladkega pred treningom. Kako mi trenerji, rečemo jaz kot trener, kako naj jaz vem, da je on, rečemo, prazen glikogenskih zalog? A to takoj vem, ko se mu začne vrteti, ali ko mu je slabo, ali pa kaj razdražljiv. Ja, vse to recimo lahko vpliva, ne, absolutno. Ali pa, ja, na počutje, na psihično in na fizično stanje. Vse to lahko vpliva, ne.
Tako da ja, mogoče ne bo mogel toliko hit laufati, toliko daleč laufati, kakorkoli, a ne, pač to je eden od razlogov absolutno lahko to, da ni dosti jedel ogljikovih hidratov. Okay. Zdaj še ta del, preden gremo pol proti tvoji raziskavi, pa da še tam zabredemo do konca noter. Ali si ti v tem času, zdaj kar, ne vem, in času študija verjetno in ko si zdaj raziskovala vse skupaj, a si naletela na kakšne informacije? Ves čas se mi zdi, da je zdaj že 20 let poslušam jaz, da je hrana vsako leto bolj siromašna z hranili in vsem ostalim. Ali to drži, a si ti kje to v kakšni raziskavi zasledila, ali je to bolj mit? Ker zdaj na eni strani sem slišal, da ne vem, ko že delamo reklame, da luštov, ne vem, paradižnik raste v takih okoljih, ko ne bo noben naravni paradižnik v takih okoljih, in da bi ne imel na koncu pol več hranil, kot pa en tisti divji varianta, no, če tako rečem. Ker vse, kar mi proizvajamo danes, pognojimo, poškropimo, zaščitimo, zato da je lepo in vse ostalo, ampak a je to res pol manj hranil, kot je bilo tisto, kar sem na začetku vprašal, kot je pa bilo včasih? Ja, zdaj jaz bi na to vprašanje odgovorila tako, da definitivno nisem v bistvu brala študije, ampak mislim, da bi se jih lahko našlo, da je Zemlja bolj osiromašena danes, kot je bila, ne vem, recimo 50 let nazaj. In zaradi tega je lahko pač, mislim, zaradi tega definitivno pride potem do manjše vsebnosti raznih vitaminov in mineralov in takih stvari v rastlinah in pol tudi v recimo mesu živali in v mleku živali in jajcih recimo, ki se hranijo s tako hrano, ne. In smo pa ljudje tudi s tem, ko se je mogoče Zemlja osiromašila, šli v korak s časom na tak način, da smo pametno našli pot okrog tega, recimo luštov paradižnik je eden od takih primerov, ali pa na drugi strani, da se dodaja stvari krmi, recimo za živali, a ne, recimo kakšen B12, ki je prisoten samo v zemlji, a ne, ga bakterije proizvajajo in zato je bilo meso ali pa mleko pa živalski viri so bili bogati s tem vitaminom, zato ker so ga pač živali jedle skupaj z krmo, so še malo blata oziroma zemlje pojedle, a ne, in so dobile ta vitamin B12. In zdaj je dejansko tako, da sploh, kaj ta masovna recimo proizvodnja hrane, a ne, je to še toliko bolj osiromašeno, ta področje. In zato se potem dodajajo razne stvari, a ne, dodaja se v krmo, recimo vitamin B12 ali pa omega-3 maščobne kisline se dodajajo mogoče krmi perutnine, recimo, da so potem jajca bogata z omega-3 maščobami. Na tak način smo z nekimi našimi, kako bi rekla, znanost je šla naprej, a ne, in smo ugotovili, kako lahko si olajšamo stvari, ali pa funkcionalna živila smo dali na trg. To pomeni, da so živila, ki so obogatena z raznimi vitamini pa minerali, ali pa smo jim odvzeli nasičene maščobe ali pa maščobe nasploh, ali pa na tak način, a ne, si prilagajamo hrano, da je čim bolj po naši meri, tako kot je potrebno, ne. Ampak ni pa spet vsa hrana na ta način prilagojena, ne. Zdaj moramo tudi, ko gremo zrezek kupiti, prebrati na etiketi, kaj vse vsebuje noter. Ja, za zrezek, v bistvu to je ena od stvari, ki težko prebereš, se mi zdi, kaj noter, a ne. Malo se šalim, ampak tako, ko si rekla, zdaj imaš jajca, zato moraš vedeti, da je bilo dodano nekaj ali ni bilo dodano nekaj. To je jasno označeno na etiketi, ker recimo, če so bogata z omega-3, to je ful dobro, a ne, in to je, mogoče so zato tudi jajca dražja in s tem se bo proizvajalec pohvalil, a ne. Zdaj, če pa nečesa ne bo not, to pa ne bomo vedeli, ne, kakšna zemlja. Ali pa recimo brazilski oreščki, a ne, naj bi bili bogati viri selena, a ne, 2 brazilska oreščka na dan, da zadostita potrebe po selenu, ampak zdaj spet odvisno, iz kje te 2 brazilska oreščka prihajata. Če bo zemlja zelo osiromašena s selenom na tem področju, kjer sta rasla, žal mogoče tudi 10 brazilskih oreščkov iz tam ne bo dovolj, a ne.
Tako da, ja, to je ta vidik, plusi, minusi. Je treba skozi brati pol. Ja, samo teh stvari velikokrat ne piše, ja, to je res. Bo še zanimivo, kam bomo šli. V glavnem, jaz bi zdaj Ja. šel, glede na to, da smo nekje na meji prvega polčasa, ne? Ja. Šel, da kako hiter gre, ne? Se gre res. Kaj je bil cilj tvoje raziskave, mi reči? Ja, definitivno je bil glavni cilj ovrednotiti prehranski vnos profesionalnih slovenskih nogometašev, se pravi teh, ki igrajo v prvi ligi. Vzeli smo en klub in jim razdelili nogometašem, tem članom prehranske dnevnike, 3-dnevne, in potem jih preučili, natančno vnesli v programe in gledali, česa vnesejo dovolj, a imajo primerne vnose ali nimajo, česa jim primanjkuje mogoče na podlagi teh 3 dni, ki smo jih opazovali. Tako da ja, to. Potem pa tema druge moje magistrske naloge je bila pa pol, da sem gledala korelacija, a je kakšna povezava med prehranskim vnosom, mogoče oni, ki imajo bolj optimalen prehranski vnos, pa oni, ki imajo manj, pa zdaj, a oni mogoče kaj dlje pretečejo na kuparju razdaljo, ali pa če imajo kaj razliko v telesni sestavi, tako da ja, glede na telesno sestavo, pa telesno zmogljivost sem pa gledala, če je kakšna povezava. Tako da. Prvo podvprašanje. Telesna sestava pomeni kaj? Telesna sestava pomeni ful veliko stvari, ampak kar sem jaz gledala z mojim budžetom oziroma s kapacitetami, ki sem jih fakulteta dovoljevala, je bilo delež puste telesne mase oziroma mišične mase, pa delež maščobne mase. Tako da samo to sem jaz opazovala. Okay. Kako imamo mi delež nogometaši maščobne? Ja, to je tudi ena od stvari, ki je bila velika omejitev moje te druge raziskave, ker sem delala meritev telesne sestave z bioimpedančno tehtnico in so bili rezultati zelo, bi rekla, rahlo nepravilni, rahlo previsoki deleže sem dobila. Drugače športniki bi mogli imeti, recimo moški športnik, mislim, da nekje od 10 do 15% bi moglo biti telesne maščobe, medtem ko so bili moji rezultati, mislim, da povprečje okrog 22%, tako da to absolutno ni res, ker ti nogometaši so bili čist fit in niso bili predebeli oziroma niso imeli prevelik delež maščobne mase, ampak enostavno mi je to malo rezultate spakadrala, bi rekla, tale tehtnica. Okay. Zdaj, drug del, ko si rekla, da so imeli dnevnika, kaj to pomeni? Da so vpisali vse, kar so v dnevno zaužili in v zaporedju? Tako je. Dobili so sprintane liste in za 3 dni razpredelnico in potem smo jih prosili, da pač čim bolj natančno oni beležijo vse, kar jejo. Fino je bilo, če so čim več stehtali hrano, kaj so pojedli. Pač idealno bi bilo, če bi recimo stehtali, ko si pripravljajo solato, koliko tega, koliko fižola, koliko tega in potem koliko olja, a je 1 žlica ali pa recimo še gramaturo mogoče, če bi merili. In potem na koncu idealno bi bilo, če bi še celo, če ostane na koncu olje pa kis v solati, da ga odlijajo in stehtajo in še to napišejo, koliko niso pojedli, dejansko. Ampak mislim, da toliko v podrobnosti ni šel noben. Zdaj, ja, je bilo pa fino, če so čim bolj sproti izpolnjevali, da niso pozabili česa. Smo šli pa pol na koncu, ko smo se dobili, še čez dnevnik skupaj in sem jih malo sprašala, a tukaj je bilo ziher samo to, a si verjetno uporabljal olje, ko si to pripravljal, pa na tak način, Je bilo pa malo težje. Dopolnila tudi zraven? Tudi dopolnila, tako, ja. Pa tekočina tudi zraven? Ja, čisto vse v bistvu, kar se da vse. Okay. A si imela ti kako primerljivo študijo iz tujine tudi glede tega? Ja, jaz v bistvu prvi del mojih obeh magistrskih nalog je bil pregled literature in tu je bil pregled pač predvsem recimo v prvi magistrski, kjer sem gledala samo
ta bolj prehranski vnos, kakšen naj bi bil optimalen za nogometaše, so mi zelo prav prišle UEFA smernice, ki so jih napisali prav za nogometaše, leta 2021 so ven prišle in tam je pač res zelo lepo, natančno opredeljeno, koliko česa, kako, kakšne so potrebe in kakšni naj bojo vnosi, a ne. Medtem ko v tej drugi magistrski nalogi, ki sem pa gledala primerjavo z zmogljivostjo pa s telesno maso, sem pa pač iskala čim več študij, ki so narejene na tem področju, sicer jih ni zelo veliko, in pač primerjaš pol, mislim, najprej sploh vidiš, kakšne si daš raziskovalna vprašanja in to na podlagi tega, kar so ugotovili v tujini, recimo že, ali pa tudi v Sloveniji, če bi bila kakšna raziskava, ampak še ni bila, kaj so oni ugotovili, a so imeli prenizke energijske vnose, a so imeli zadosti ogljikovih hidratov nogometaši v prehrani, a so kakšne razlike pri mlajših igralcih, a ne, vse to pač najprej preučiš in napišeš, kaj pravi literatura do sedaj, potem pa se spraviš na svojo raziskavo in še ti prispevaš svoj del. Se pravi, te smernice, če kdo želi, kar se tiče UEFA, jih še vedno najde na spletni strani od UEFA. So, mislim, da prosto dostopne, tako da sam UEFA Nutritional Guidelines 2021, če napišeš, mislim, da bi mogli biti dovolj. Okay. Drugi del, se pravi, kakšne so bile pa ugotovitve zdaj v tujini, se pravi, ako si rekla, ne, kar se tiče vnosa in uspešnosti potem verjetno na testiranju, ne toliko v sami igri, ne, ker so potem neke teste delali, tako kot si ti delala Cooperja. Kaj je do zdaj, rečemo, bilo prikazano ali pa dokazano v tujini? Zdaj, kar se tiče nogometa in teh povezave prehranskega vnosa pa same zmogljivosti je bilo res zelo malo študij narejenih, je pa ogromno študij narejenih na drugih športih oziroma ko so gledali samo na recimo, koliko so imeli posamezniki vnosa ogljikovih hidratov in pol kakšna je bila pretečena razdalja na šprintu ali pa na Cooperju, ali pa recimo, koliko je bil visok skok v višino, ali pa koliko je bil koliko hitro so pretekli polmaraton ali pa karkoli takega. Takih raziskav je pa cel kup, ne. In absolutno je bila glavna rdeča nit vseh teh raziskav oziroma največ bi rekla, da je raziskano ravno ta vnos ogljikovih hidratov in to je v bistvu nekaj največ, kar lahko naredimo za svoj športni performance, več kot kjerkoli prehransko dopolnilo, skoraj da bi rekla, ali pa kakšna tudi prepovedane substance, pač res najprej pošlihtimo vnos ogljikovih hidratov, ker to res, nočem reči, da dela čudeže, ampak res so toliko velike razlike pol v zmogljivosti vseh športnikov, ali je to tudi dvigovanje uteži, recimo, ali pa šprinti kratki, ali pa dolga vzdržljivostne preizkušnje. V vseh se konstantno isti rezultati dobijo, da pač večji vnos ogljikovih hidratov oziroma zadosten vnos bo prinesel boljše rezultate, kot pa če bo ta vnos prenizek. In to se gleda pač ali celokupno čez kroničen vnos ogljikovih hidratov ali pa tudi samo akuten vnos recimo 1 uro pred vadbo ali pa na tak način. Tako da pomembno je, da v dnevu zadostimo te potrebe in pa tudi, da jih znamo pravilno umestiti pred trening in recimo med treningom so bile tudi raziskave, da so izboljšale zmogljivost, če je bil dovolj dolg trening oziroma tekma. In pa pol za regeneracijo pa isto, spet ista pesem in beljakovine in ogljikovih hidrati vrhunski, mislim, ni primerljivo regeneracija ali pa zapolnitev glikogenskih zalog, če nekdo jede ogljikovih hidrate ali pa recimo beljakovine tudi za regeneracijo, to, kar pač jih nekdo ni. Zdaj, ko si rekla, se pravi, bi ti tudi, glede na dolžino, rečemo, nogometne tekme. Jaz rad poudarjam, da tekma ni 90 minut dolga, ne, ampak je še pred tekmo, je še ponavadi pol ure ogrevanja, ne. Bi ti že, rečemo, tu potem bi ne v tem času 2 ur dobrih, ko je igralec že pod nekem tem tempu, svetovala, da ne vem,
pred ogrevanjem, da se nekaj malega, da po ogrevanju, ko pride v garderobo, spet nekaj poje, nekaj, kar bo lahko vzdrževal in o polčasu zaradi tega, da vzdržuje nek raven glikogena polah v telesu. Absolutno, ja. Ja, to je izrednega pomena in če bi zdaj delali raziskavo na vseh, recimo, igralcih ali pa na eni ekipi, ki bo delala to in bo vnesla nek obrok 2 ure pred tekmo, pa pol 1 uro pred tekmo spila sladek napitek, pa pol 15 minut ali pa pol ure pred tekmo gel stisnil igralca, ne, vsak od njih, pa pol med polčasom, da bo spet en gel pa izotoničen napitek, recimo, ne, to vse tudi vsebuje sladkor, bojo imeli neprimerljivo boljše rezultate, recimo, koliko bojo šprintali, koliko bojo dolžino pretekli, vse to, kar se da zmeriti, recimo, v nogometni tekmi, kakor pa recimo ena ekipa, ki bi pila samo vodo, ki bi mogoče pojedli malo milke prej, ali pa na tak način. Tako da to jaz sploh ne dvomim, da tle bi dobili take rezultate, da dol padeš. Tako da škoda bi bilo, škoda mi je, no, ko vidim, kakšna je slika, da se ne izkorišča tega potenciala, no? Ker vidim, koliko imajo športniki še rezerve, recimo nogometaši, in koliko redko kdo to dela po takih pravilih, po takih smernicah, kot so dane, kar nam dajo raziskave, in se mi zdi, da je zelo veliko neizkoriščenega potenciala tukaj še. Ok, jaz sem malo vsem prelistal to tvojo magistersko, ne? Ti znotraj govoriš o količinah energetske vrednosti, ki bi jo nej telo dobilo, glede, tu imaš noter dnevne, ne? Glede na kilogram telesne teže, ne? Imaš tako narejeno, daj nam samo približno to razloži, kaj pomenijo te energetske vrednosti, no? Kaj pomeni, ti imaš noter kilokalorij na kilogram? Mislim, da si mislil energijska razpoložljivost. To je zelo taka dobra enota, oziroma kako merimo, koliko energije nek posameznik, kakšno je njegovo ravnovesje, energijsko, a dosti zaužije glede na njegove potrebe. Ker če mi govorimo samo, ja, ta nogometaš je 3000 kalorij pojedel, ta jih je 4000, ta je 2000, nam to v bistvu nič ne pomeni, če nimamo zraven podatka še, koliko je imel treninga, koliko je velik, kakšna je njegova telesna masa in vse to. In vse to je nekako zapakirano v tej enačbi energijske razpoložljivosti, ki nam predstavlja, se pravi, dobimo jo iz tega, koliko je energijski vnos dnevni od nekega nogometaša, pa potem kakšna je njegova energijska poraba s treningom, recimo, to vse odštejemo, zato so tudi nogometaši vsi izpolnjevali tudi dnevnik telesne dejavnosti, se pravi, da sem jaz vedela, koliko ur na dan so imeli treninga, pa kakšnega treninga, a so imeli trening na igrišču, a so šli teč, a so šli v fitness, to vse, ali pa sam sprehod, recimo, to vse šteje in to pol nekako zmnožiš in sešteješ in pol odšteješ od tega energijskega vnosa in to vse skupaj pol deliš z njihovo pusto telesno maso. Tako da to potem dobimo kilokalorije krat, se pravi, kilokalorije na kilogram puste telesne mase na dan. Tako da to se pa govori o energijski razpoložljivosti, katera se priporoča, da bi bila 40 kilokalorij na kilogram puste telesne mase na dan. Ampak naši nogometaši, recimo, v študiji smo ugotovili, da imajo žal, recimo, povprečen ta energijsko razpoložljivost je bila 29, se pravi 29 kilokalorij na kilogram puste telesne mase. To je pa, se smatra, recimo, zdaj imamo, se pravi, rekla sem, da optimalno bi bilo, da je nad 40, ampak to je res težko in tudi marsikjer športnik, sploh če ni izobražen v tej smeri, ne vnese toliko energije. Težko je toliko veliko pojesti, ali kaj? Tako je, to je v bistvu kar težko, mogoče si pol olajšaš. Kilogramov hrane je to na dan. Odvisno kakšne hrane, Ok, ampak to, kar smo zdaj midva prej rekla, neke mešane variante. Ja, lažje je, če bi to čim več vnesli v tekoče oblike, v obliki sokov, pa teh izotoničnih napitkov, pa gelov, bi bilo že recimo lažje
vsaj nek delež te energije vnesti, kakor pa če mi jemo, ne vem, polnozrnate testenine z ful zelenjave, pa ful enih vlaknin, to bo pač težko. Recimo maščobe bi bile že lažje, ker so bolj bogate energijsko, imajo več kalorične vrednosti na gram, ampak smo pa rekli, da maščobe niso tiste, ki jih hočemo sploh takrat v bližini treninga oziroma tekme jesti. Tako da, ja, to je kar izziv. No, pa recimo, če gremo eno stopnjo. Vse je tu izziv, se meni zdi. Ja, prehrana, v bistvu je ful enostavna, samo po eni strani moraš pa malo vedeti, da pol znaš. Ko enkrat to poštekaš, je pa res enostavno. No? Ja, ampak je to, kar smo se midva tudi pogovarjala že. Mene je izziv tudi to, ko gledaš, ne vem, kak je sam nek tedenski cikl, kako smo mi obremenjeni. Glede na to, da so obremenitve, v ponedeljek bomo, ne vem, več delali na vzdržljivosti, v torek bomo zelo veliko delali, ne vem, na hitrosti ali na moči, se pravi nekih maksimalnih naprezanih, in da bomo v sredo delali zelo veliko na laktatu, pa da bomo v četrtek spet delali na vzdržljivosti. In zato to različne potrošnje energetske, ki ni primerljivo, ker če gledaš v sredo, boš pretekel, ne vem, lahko tudi 6-7 kilometrov na treningu, v četrtek boš pa samo 3. Je tu, rečemo, toliko velika razlika. Zato pravim, da je vse je potem na koncu izziv, zato ker v soboto moraš biti najboljši, ali ne vem, pač na tekmi moraš biti pa najboljši. Oprosti, ko sem te prekinil. Se pravi, naši nogometaši generalno jedo premalo. Premalo, ja. In to je v bistvu že pod to mejo 30 kilokalorij na kilogram puste telesne maše, ta energijska razpoložljivost, ki je pa že smatrana kot klinična. To je pa v bistvu, če na dolgi rok se tako prehranjuješ, da imaš tako nizko energijsko razpoložljivost, pa to že lahko prinese razne posledice, sploh na zdravje. Recimo prva posledica, ki se mi zdi, da se najhitrejše pokaže, je, da si ful pogosto bolan, da imunski sistem pade, da imaš ful pogoste poškodbe, zlome, zvine in tako naprej. Pri puncah recimo pride do izgube menstruacije, pri fantih recimo do nižje ravni testosterona, potem, če bi šli merati kostno gostoto, pride do nižje kostne gostote, tako da to so vse stvari, ki pač ni fajn. In absolutno ni fajn, da se dogaja, da imamo premalo energije na dolgi rok. Zdaj, če imamo tu en teden ali pa eno obdobje, ki je malo pred tekmo, pa tako, sem pa kaj kdaj, to ne bom verjetno imel nobenih posledic hujših na zdravje. Ampak če pa bomo mi čez cel let imeli premalo energije, sploh pa pri otrocih še toliko bolj pomembno, ko še rastejo zraven, ja, to pa res ne bo. In potem pride zelo poznan izraz v strokovnem svetu, ne vem, če mogoče poznaš, je ta, da pride do Red S sindroma, se pravi sindroma energijskega relativnega pomanjkanja. In to je zelo pogost simptom in sindrom med mnogimi športniki, sploh med mladimi. Bi lahko primerjal z tem, da rečemo, je tudi del tega potem posledica pretreniranosti, se pravi, ker ni uspel nadomestiti vsega skupaj. Absolutno, ja, to je direkt to. Pretreniranost, preveč treningov, prenizek energijski vnos, premalo spanca po možnosti, preveč stresa, pa še v šoli ali kakorkoli, če imajo kakšno mlajši igralci, še te obveznosti, in skozi sam hitijo iz nek na drug in pač nimajo primerne prehrane, niti energijsko, niti hranilno pač zadostne, tako da to pol ne more nič dobrega prinesti. Tako da, če smo športniki, če se ukvarjamo resno s športom, pa več ur na dan, vsak dan, to ni šala in pač moramo se tega zavedati. Tako da, ja. Okej, zdaj praviš, v tej raziskavi povprečje je bilo pod 30. Ampak si imela na koncu si imela neke 2 skupine, si uspela narediti. Zgornja skupina je bila kje? 30 je bila meja. Hotela sem imeti 40 mejo, da bi gledala Nad pa pod. Nad 40 pa pod 40, ampak ni šlo, ni bilo, mislim, da sta bila samo 2 preiskovanca od 23, ki sta imela energijsko razpoložljivost nad 40, kot je priporočena, tako da smo pa vzeli 30 mejo, tako da že to ni bilo optimalno.
Pol bila je dosti majhna skupina ljudi še vsem za proučevati, pa mogoče so prišle kakšne napake tudi v samem poročanju prehranskega dnevnika ali pa pol tudi v vnašanju v program, ker težko je dobiti pol čisti ekvivalent, recimo za točno te kosmiče, ki jih je oni jedu, a ne v tem programu, da jaz pol to vnašam. Moram te vprašati, a je kdo spil kako pivo? Ja, piva absolutno so bila tudi A so bila, okej, samo da vidim, če so face golfali, ne, ker zagotovo kako pivo mogo spiti. So bila tudi, ali pa kakšen koktejl, ali pa to je bilo še celo, ki je bilo poletje, oziroma se je bližalo poletje. Okej, zdaj, če gledamo potem naprej, kakšni so bili potem rezultati? A je bila razlika potem, ko si ti testirala? Zdaj, tvoj test je izhajal iz Cooperjevega testa, ne? Še nekaj zraven si testirala, nekaj ste tudi drugega tekli? Ne, Cooperja, ja. Okej. A je bila potem kakšna statistična razlika med tema dvema skupinama? Ja, no, evo, se to sem v bistvu hotela napeljati zaradi vseh teh dejavnikov, ki sem jih naštela prej, ker ni bilo vse optimalno, kakor bi mogli biti ali pa bi lahko bila še večja skupina, pa še bolj natančno vse skupaj. Nismo dobili statistično značilnih razlik, na žalost. Tako da v bistvu, če ne dobiš statistično značilnih razlik, je tudi težko pol interpretirati neke grafe, tudi če so bili v neko smer, da so se nagibali. Recimo, je težko reči, da gre trend v to smer, če ni ta P manjši od 0,05, se pravi, če ni statistične razlike, ni statistične razlike. Sem pa se zdaj spomnila, da smo pa dobili statistično razliko na 3 različnih področjih. In sicer na mnogih nismo dobili, no, ampak na teh 3 pa smo. Se pravi, dobili smo statistično značilno razliko, da tisti, ki so imeli višji vnos beljakovin, so imeli višji odstotek puste telesne mase. Tako da ta je dosti logična. Se pravi, več, ko so beljakovin vnašali, večji so imeli delež puste telesne mase. Potem druga je bila ful zanimiva, je bila, da tisti, ki so imeli višji vnos ogljikovih hidratov, so imeli nižji odstotek maščobne mase. Tako da ta je ful zanimiva. Ampak pač dejansko se make sense, ne? Ogljikovi hidrati so gorivo za telo in tudi za regeneracijo mišice porabljajo in vse, in pač to je eden od velikih mitov, da če bomo jedli ogljikove hidrate, bomo pa se zredili ali pa bomo imeli veliko maščobe, ne, sploh pa pri športnikih absolutno smo recimo statistično dokazali to zadevo. Pa je bila pa še tretja stvar, je bila pa glede Cooperja, je bila pa, mislim, da je bila, da oni, ko so imeli višji energijski vnos, se pravi, ja, tako je, višji energijski vnos je bil povezan oziroma višja energijska razpoložljivost je bila povezana z daljšo pretečeno razdaljo na Cooperju. Tako da je pol neke razlike, ne? Ja, v bistvu je bila, ja. Kaj so pa, rečemo, tuje študije dokazovale, ker si verjetno neko podobno zadevo delala, ko so, ne vem, na atletih ali na kom drugem, na triatloncih delali, so imeli podobne te rezultate, a so tam se še bolj izrazito, ker so imeli verjetno tudi malo večje skupine, ne? Ja, točno te stvari so se dokazovale, oziroma to z ogljikovimi hidrati pa maščobno maso nisem ziher, bi mogla še enkrat preveriti, ampak delež beljakovin pa delež puste telesne mase se definitivno more sovpadati in prav tako višja energijska razpoložljivost, pa v teh tujih študijah so dokazovali tudi gladko, da višji vnos ogljikovih hidratov bo tudi pomenil daljšo pretečeno razdaljo, recimo na Cooperju. Tako da, pa tudi znali bi biti, da so tudi raziskave, da je višji vnos beljakovin oziroma zadosten vnos beljakovin, da pomeni boljši performance, ne. Bi pa mogoče tukaj poudarila, da previsok vnos beljakovin pa prav tako ni v redu, ker sploh za športnike, ker beljakovine imajo zelo tak potencial, da zelo nasitijo. In če bomo preveč se samo zanašali na beljakovine, bomo pa mogoče na ta račun pojedli manj ogljikovih hidratov, tako kot isto je podoben pri maščobah, ampak pri beljakovinah je sploh ta aspekt sitosti, zelo so nasitne in zato je dobro, recimo, če nekdo hoče hujšati, da je veliko beljakovin, ker bojo nasitle človeka, ampak pri športnikih pa lahko pridemo do tega, da bo še težji pojedel dosti hrane, kakor jo pač rabi. Tako da preveč beljakovin spet ni v redu. Mislim, je zgornja meja. Mislim, je smiselno, da si nekdo, ki želi nekaj več doseči v športu,
da si beleži dnevnik prehrane, koliko je vnašal, pa da malce preračunava, rečemo, te stvari. Ja, jaz mislim, da bi to bilo čisto pozitivno za nekoga, ne, recimo MyFitnessPal je zastonj, ali pa polno imaš teh aplikacij, ki so zastonj in ko zelo natančen lahko vidiš, da dobiš občutek, a ne, ker če se ti ne ukvarjaš s prehrano, pa če v bistvu komaj veš, kaj sploh so ogljikovi hidrati, pa koliko ima, kakšno živilo maščob, pa tako, a ne, pač se mi zdi smiselno, da malo bereš deklaracijo oziroma da vnašaš kakšen dan, dva v kakšno to aplikacijo, da ti malo preračuna, kakšne imaš deleže, koliko beljakovin na dan zaužijaš, koliko ogljikovih hidratov, a ne. Recimo, če sva pri ogljikovih hidratih, je za športnike priporočilo, recimo, to je zelo spet različno, ampak nekje med 4 do 8 ali pa tudi do 10 gramov ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase, a ne. Tako da recimo, da je 4 minimum in, a ne, pogledaš, se pravi 4 krat 70, če si 70 kil težak, a ne, je 280 gramov ogljikovih hidratov moraš ti v dnevu vsaj pojesti, a ne. Če ne več, a ne, mogoče bi bilo pa zate... To zdaj ne pomeni 300 gramov testenin, da je to dovolj. A je to dovolj? Ne, 300 gramov testenin bi imeli malo manj, ampak je pač, mislim, fajn je, da so različni viri ogljikovih hidratov, ampak v bistvu boljš pa je, da je 300 gramov testenin, sicer ima po moje to še malo manj, kot 280, ali kako sva rekla, gramov, ampak boljš, da so samo testenine, kakor pa, da ni dosti ogljikovih hidratov, veš, kaj mislim. Ampak če pa imaš izbiro, pa je fajn, da malo tam, a ne, pa tudi med treningom, mogoče, če imaš dolg trening, ne boš jedel testenin, a ne, kot ogljikovih hidrate, ali pa pol ure pred treningom, tudi mogoče ni najboljši. Ok. Dej, če gremo zdaj na tisti drug del, ko mene tako zelo veliko zanima tudi, kako se zdozirati čez teden, ko imaš ti, ne vem, zelo naporne treninge, zato da boš ti za vikend, rečemo, top, ne. Zdaj, pač ti športi, bom rekel tako, kot mogoče zdaj imaš ti si v triatlonu, lahko zelo lepo načrtuješ, imaš, ne vem, tekme se ne sledijo iz vikenda v vikend, ne, ponavadi, ne, ker rabite pol. A tudi si, ali kaj? Ampak ni, imate veliko tega, ali kaj? V bistvu na začetku poletja pa na koncu poletja, meni se zdaj in grem kar na vse tekme, a veš, in pol je kar vsak vikend v bistvu. Ampak načeloma se da to vseeno malce drugače ciklizacijo vzpostaviti, ve se, kje se išče vrh, ni mogoče vsaka tekma niti toliko pomembna, ampak ciljaš na eno tekmo. Zdaj v nogometu za trenerja je 2 tekme izgubiš, ne, pa te ni več, ne. Tako da je vsaka tekma pomembna, pa tudi za igralce je postalo tako, da je vsaka tekma pomembna, ker jih neki agenti gledajo in takoj, ko imajo slabšo tekmo, se mu že rating pada in v glavnem je vprašanje, če bo prišlo do naslednjega transferja. Tako malo, se pravi, smo bolj, po moje, vseeno v nekem presingu ves čas. Ampak zdaj, če midva govorimo o tem, ko pravimo, ne, zaloge glikogena v mišice, zaloge glikogena v jetra, ne, na enem zelo intenzivnem treningu ne da se približaš čisto neki situaciji v tekme, ampak zelo utrudiš lahko ali pa zelo izčrpaš neko pač svoje lastno telo, tako ko sem rekel, ne vem, ponavadi velika večina naših gostov je imela ta vrh, če gledamo na soboto, se pravi torek, sredo, kjer je bilo zelo veliko ali šprinta ali pa tega laktatnega treninga, kjer lahko rečemo, da v teh 2 dneh se preteče več kot 10 km, se pravi tam nekje 12 do 13 km. Zdaj, če je četrtek nekoliko manj, ne, pa petek potem tudi, ampak vseeno treniraš. A to pomeni, da bi mogel zdaj prvo nadomestiti tisti deficit, ko si ga imel za torek pa za sredo, ker verjetno ga ne boš v enem dnevu, lahko sploh, da te vprašam, v enem dnevu telo nadomesti izgubo teh zalog, ki mu jih povzročimo. Glikogenskih primarno, ja. Dejansko, če imaš 24 ur vmes med enim in drugim treningom oziroma pa med tekmo, je že možno priti skoraj na 100% oziroma nekje 95, kar je že zelo zadovoljivo. Tukaj je ključno,
da se začne takoj po unem zadnjem treningu, ki je, da se takoj začne vnašati ogljikove hidrate pa beljakovine. Se pravi, to okno, pol ure, je okno, ki bo polnjenje glikogenskih zalog in tudi regeneracija mišic še toliko bolj pospešena. In pač, če se nam mudi z regeneracijo in z polnjenjem glikogenskih zalog, moramo absolutno ujeti to okno pol ure po treningu in se pravi, imeti že v garderobi naštiman nek napitek, ki je idealno sestavljen iz beljakovin in iz ogljikovih hidratov. Večji delež ogljikovih hidratov, pa tudi fino je, da je 20 gramov recimo ali pa 30 gramov beljakovin v njem, ne. Tako da ja, če nam bo to uspelo in potem še recimo 4 ure po tem treningu, če bomo, ampak to je v bistvu zdaj, če sem prav razumela, v petek ne bi bil ful intenziven trening, a ne? Ponavadi petki so nekoliko krajši, malce se dvigne intenzivnost, mi rečemo, da malo ta parasimpatiko zbudimo, ne? Da niso čisto zaspani, da so dosti agresivni, ne? Da se naredi neki šprint, ampak ni ekstremno dolg trening. Se pravi, ne bo šel čez 1 uro, pri večini trenerjev. No, to je absolutno možno. Pač to se da zelo lepo narediti, ne. Tako kot sem rekla, da se čim prej po treningu začne s hranjenjem, a ne, sploh beljakovine pa ogljikovih hidrati in pol, da se naprej vnaša, ne, da za večerjo se pol, ko prideš domov ali pa tako, ne, da naprej, en dan prej kješ velike količine ogljikovih hidratov, to se reče carb loading, a ne, en dan bo dovolj, a ne, še boljše, če recimo začneš 2 dni prej, če imaš že en dan prej tudi trening, a ne, in da ješ res velike količine ogljikovih hidratov, to pomeni nekje od 8 do 10 gramov ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase, a ne, če sva prej rekla, da je 4 minimum za športnike, je pol, ko se dela carb loading, recimo okrog 10, okej, a ne, en dan prej. To je pa res težko pojesti, a ne, to je pa res ogromno enih špagetov, pa ogromno enih sokov recimo se pije, ali pa gumi bombončkov, pa take stvari, a ne. Tako da to je že kar izziv. In to recimo sem jaz sploh, ko sem malo proučevala recimo za triatlonce oziroma še bolj so specifični kolesarji, a ne, sploh na turu, a ne, ki imajo pa res orang intenzivno v bistvu tekma, več ur na dan, na zelo visoki intenzivnosti in vsak dan, a ne, po 3 tedne. In pač, če njim uspe, mislim, da bi tudi tvojim nogometašem lahko, tako da ni nemogoče, sam moraš se pa zavzeti, a ne, pač oni kolesarji imajo res nutricioniste tam, ki skrbijo za njih in jih filajo in kuhajo točno to, kar imajo radi in na tak način, da bojo lahko čim več pojedali in tako, a ne, pa imajo točno toliko gelov zračunan že med tekmo, da jejo, pa pijejo toliko, a ne, sladkorja pa tako. Tako da ja, zato je fino, da tudi tvoji igralci, a ne, recimo nogometaši, sploh en dan pred trening, ampak že celo to tekmovalno obdobje, ki imajo pač skozi treninge, si rekel, pa pol tekme, je ključno, ne, da tudi med treningom, da ne pijejo samo vode, a ne, ker samo voda je samo voda. Že tako na splošno ni dobra rehidracijska tekočina, ker nima niti natrija in pač nima ogljikovih hidratov, ko pač bojo lahko izboljševali performance že med treningom, pa pol tudi ne boš imel toliko praznih glikogenskih zalog po treningu, a ne, in vse bo boljša, ne, regeneracija bo boljša in pol pripravljenost na tekmo, ko bo čez par dni bo boljša. Zdaj smo spet odprla 16 novih tem. Prvo bi se vseeno vrnil tu nazaj, ne, na ta loading, ne. Mene zanima iz vidika, zdaj, če gledam jaz kot trener, ne, se pravi, mi, ko govorimo o mišični superkompenzaciji, se pravi, kdaj bo po nekem naporu mišica ponovno neki v optimalnem, ali pride v ta trebuh superkompenzacije, ne, ko bi se nov trening ali pa nov napor začel. Mi delimo tako približno, da ne vem, takrat, ko imamo trening, rečemo teh velikih sil, tako ko je šprint, je nekje 72 ur, ne, laktatni trening je nekje 48 ur, vzdržljivostni trening, se pravi vzdržljivostni teki, ne, aerobni treningi so pa 24 ur. Je tu v hrani tudi kaj zraven dodano, ali je to samo na mišični ravni? To ti kaj veš, si zasledila kaj tega, je to razlika ali je to podobno? Kakor jaz vem, je to zelo podoben prehranski režim, ne glede na to, kaj, ali treniramo za moč, recimo tudi, če bi v fitnessu trenirali, ali treniramo šprinte, ali pa treniramo vzdržljivost, a ne. Zdaj, odvisno do razlik pride v energijski porabi verjetno,
tako da glede na to bi bilo bolj smiselno več manj, a ne, ali so večje ali manjše energijske potrebe, ampak absolutno je pa vedno isti ključ in vedno ista shema prehranska mora biti, a ne, pred treningom ogljikovi hidrati, med treningom, če lahko pijemo kakšno sladko pijačo, izotonični napitek, super, a ne, ali pa med tekmo kakšen gel stisnemo, super. Ne glede na to, kakšen trening je, a ne, če je dosti dolg. Če je do 1 uro trening, pa če ni zelo intenziven, je v redu tudi voda, a ne. Pol po treningu spet, ne glede na to, kakšen trening je bil, bi jaz rekla beljakovine in ogljikovi hidrati. Zdaj, a ne, še vedno so ta okna, od do je zadovoljivo, tako da Zdaj samo nekaj ne vprašam, to okno, ko rečeš. Se pravi, mi, ko zaključimo glavni del treninga, pa če se zdaj igralci še raztegujejo, ne vem, imajo hladne kopeli, ne vem, kaj še vse počnejo za to, da pospešijo regeneracijo, a je to zdaj že to okno, kjer bi ne oni jedli, ali lahko, ne vem, rečemo, ko bomo vse to upravili, pa to bo pol še 45 minut trajalo, bomo pa potem jedli. Ne, to že med tem bi bilo že zelo fino, ja. Prej, v glavnem, ko prehrana ne bo več motila procesa treninga, je že fino, če se začne filati. Ja, tako je, ja. Zdaj tam pri pijačah, ne, bi si rekla, voda ni voda. Zakaj so izotonični pijači toliko pomembne? Kaj one ne bi vsebovali ali pa ne bi imele in kakšen je vpliv potem na, boš rekla, zdaj ne vem, celična membrana bolj prepušča vodo, ne vem, zakaj karikiram, ne. Dobre izotonične pijače bojo čim bolj mimikirale sestavo znoja. Se pravi, kar izgubljamo skozi znoj, da se bo s tem nadomeščalo s tem, kar pijemo, a ne. In se pravi, poleg ogljikovih hidratov, ki morajo biti tudi v takih pijačah absolutno prisotni že za energijo, je ključno, da je v prvi vrsti prisoten natrij, se pravi sol, tega največ izgubljamo z švicom, a ne. Zdaj, v švicu pa izgubljamo tudi malo manjše deleže, tako da ni najbolj ključno, da je to prisotno v napitkih, ampak je pa škodje pa ne in tudi mogoče je pozitivno, če je noter, so pa magnezij, kalij pa kalcij. Ampak te trije minerali, ki sem jih zdaj naštela, so pač načeloma, če jih ne dobimo, če niso prisotni v teh izotoničnih napitkih, so načeloma razen kalcij, z izjemo, jih dobimo dovolj s prehrano. Kalcij sem pa zato izpostavila, ker sem tudi jaz v tej svoji magistrski ugotovila, da ga nekako premalo zaužijajo nogometaši, a ne, potrebe po kalciju so 1000 miligramov na dan za splošno populacijo. Če je pa to športnik, ali če je mlad športnik, ali pa če je športnik, ki je mogoče ki je poškodovan, ali pa recimo tudi, če nima zadostnega energijskega vnosa, so pa, ki je pač bolj podležen mogoče kakšnim poškodbam ali pa energijskemu pomanjkanju, je pa fino, da so da je ta vnos do 1500 miligramov na dan, a ne. Tako da kalcij je edini, ki pač je fino mogoče malo pogledati, ki ga dobimo zadosti. Drugače pa ja, če sva greva nazaj k izotoničnim napitkom, natrij, zdaj sem ne bi se čisto spuščala v detajle, kaj se dogaja na Malo sem provociral, ne rabiš iti na celično raven. Ja, ampak definitivno je pa pomemben za vstop vode sploh, da gre lahko v celice in da lahko pride sladkor do celice in tudi natrij kalijeva črpalka je recimo taka, je pomembna in zato sta pomembna natrij in kalij, tako da, ja. To govorimo tako samo, da prihaja do končne enote hrana tisto, kar je glavno. Ja, tako je. Hidrirana celica, na drugi strani, da pride hrana noter. Sem lepo povedal. Ja, zelo lepo. Da me malo pohvališ tudi, veš. Ja, Okej, zdaj, omenila si magnezij. Ali magnezij vpliva na krče? Se pravi, primanjkljaj magnezija. Pred oddajo trikrat sva že govorila, pa sem jaz vmes govoril tudi o teh glikogenskih zalogah, pa nogometaši naj bi nekje praznili do 20% glikogenske zaloge v jetrih, ko je ta tekma, kjer oni naredijo 11-12 kilometrov, naredijo toliko pa toliko šprintov, se pravi, imajo ta
zaustavljanja, skoke, padci, se pravi ti loadi, ko mi govorimo tudi med treningom, ki jih želimo, ne, ki je zelo intenziven ali pa velike sile se proizvajajo, veliki napori so, no, tako, kar pomeni tudi veliko energije trošimo. A je problem, ker moje vprašanje je dostikrat ne, se pravi, če bi jaz imel primanjkljaj magnezija, pa bi lahko tudi v 20 minuti dobil krč, ne. Zakaj ga vedno dobim na konec tekme? Ja, dobro vprašanje. Krči so zelo, veliko se govori o njih in dejansko je to zelo kompleksen problem, ki lahko nastane zaradi veliko različnih dejavnikov. Absolutno ni magnezij glavni med temi dejavniki. Mogoče, če je res hudo pomanjkanje magnezija, da bo prišlo lahko do krčev zaradi tega, ampak velikokrat pa to ni razlog. Zdaj, razlog, da se pojavijo krči, je lahko dehidracija, lahko je premalo glukoze v krvnem pretoku in pač enostavno ni več energije in se mišica zakrči. Lahko je tudi v čist drugih stvarih neprehranskih, tako da krči so zelo, taka kompleksna zadeva in absolutno ena tabletka magnezijeva je zelo malo verjetnosti, da nam bo dejansko pomagala. Velikokrat pa je tako, da ljudje rečejo, da jim absolutno pomaga in jaz ne vem, a je to učinek placebo, ker študije dejansko niso pokazale nekega magičnega učinka, da pač bi magnezij preprečeval krče, ne. Tako da lahko je placebo, lahko je pa tudi to, da se pač takrat ustavimo, pojemo ali pa spijemo magnezij ali kakorkoli, ne, in s tem damo že telesu malo možnosti, da pridemo nazaj do energije, ne, da pride nazaj do onega cukra ali kakorkoli že in pač zato lahko nadaljujemo in sploh ni imel magnezij nobene vloge tukaj, ampak je bil razlog čisto nekaj drugje in tudi ker smo malo se ustavili, smo s tem lahko odpravili krč. Ampak ja, tako bi rekla. Tako da dodatki magnezija so zdaj zelo popularni, ampak če mi dovolj magnezija s prehrano zaužijemo, kar bi rekla, da večina ljudi ga, tudi ti nogometaši, ki sem jih preučevala, so z lahkoto pokrili potrebe po magneziju, tako da pol je čisto v bistvu odveč, polulamo v najboljšem primeru ali pa pač mečemo stran denar, ne. Tako da, to bi bil moj odgovor. Pravi, dovolj piti med tekmo, po tvojem potem. Dovolj piti, ja, ampak tudi piti ne samo vode, res izotonične napitke, ker natrij je pa izrednega pomena, ne. Natrija pa zelo veliko izgubljamo in pač, če ni natrija, je pa tudi pač to pa pomeni velika, to pa lahko pride do dehidracije in tudi, če pijemo samo vodo in recimo to se zgodi na kakšnih dolgih maratonih, kakšni bolj rekreativci počasi tečejo in pijejo samo vodo in izgubljajo pa mogoče ne toliko soli, pa se ne potijo toliko zelo in potem lahko pride do hiponatriemije, to je pa pač sploh stanje, ki je zelo nevarno lahko, ne. Tako da samo voda absolutno ni ta prava stvar, po kateri sploh profesionalni športniki, po kateri sekati. Tako da vsaj natrij pa sladkor še noter. Okej. Zdaj, tu še imam dve stvari. Ko si rekla zdaj sladkor, smo tudi rekla, da bi bilo smiselno omeniti, kaj to pomeni prosti pa kompleksni in kje dobivamo in kaj nam omogočajo ti sladkorji, ne? Okej, se pravi, kompleksni sladkorji pomeni, da je to, oziroma kompleksni ogljikovi hidrati so pač tudi sladkorji, ampak so malo bolj kompleksno zgrajene molekule ogljikovih hidratov oziroma glukoze, a ne, v končnem, če se bolj gremo v končno obliko. Sadni sladkor je precej bolj kompleksen kot preprost sladkor v gumibombonih, tako kot si prej rekla. Sadni sladkor je fruktoza. To je tudi v bistvu to je enostavni sladkor. Fruktoza je enostavna. Kateri so pa pol enostavna. tisti, ki so zelo kompleksni? Zelo kompleksni so pa recimo v kakšnih
makaronih, sploh v polnozrnatih živilih, v kakšnih ovsenih kosmičih, ali pa v drugih kosmičih. Se pravi, tam, ko ni pač enostavni sladkorji, so recimo namizni sladkor, med, sadje, potem recimo kakšni sirupi, pa tudi sadni sokovi, tako pač. Se pravi, to takoj po treningu je priporočljivo jesti. Tako je, ja. To je tisto, ko si rekla prej, Pogačar, ne, je znam po tem, ne, to, ali pa ti kolesarji, ne. Ja, definitivno vsak kolesar. Ja, pač enostavni sladkorji nam bojo omogočali, da jih lahko veliko spijemo, tudi recimo geli pa izotonični napitki imajo noter enostavne sladkorje in tudi ni dovolj samo, da so enostavni sladkorji, pomembno je tudi, da je razmerje med temi sladkorji tako, da ga naše telo lahko čim boljše absorbira, ne. Recimo, tukaj je pomembno, da je del glukoze in del fruktoze, ker če bi bila samo glukoza ali pa samo fruktoza, se ne bi mogla v celoti ne bi mogla taka količina se absorbirati, kakor se, če je kombinacija, ne. In tudi dobro je, da je v pravem razmerju, da pol v želodcu ne ostaja nič, zato ker če recimo med treningom oziroma tekmo pijemo napačno razmerje recimo, ali pa neko živilo, ki nam ne odgovarja in se ne more tako dobro absorbirati, nam bo to povzročilo slabost, nelagodje v želodcu, mogoče bomo mogli bruhati ali kakorkoli, ne. Če pa imamo take kvalitetne gele ali pa izotonike, ki pač imajo to v točno takem razmerju, kot mora biti, bo šlo pa to lepo hitro v krvni otok, se bo absorbiralo in je to optimalno. In tudi isto po treningu velja, ne. Pač takrat smo niso prebavila ono glavno, kar je zdaj, idemo delati, ampak moramo čim bolj jim olajšati stvari, tako da in tudi težko je, mogoče nimaš niti apetita, ko si tako zmatran, mislim, jaz to zelo dobro poznam, se mi velikokrat zgodi, in se težko, se moraš kar prisiliti v bistvu kaj pojesti, in če bi bila to neka kompleksna zadeva, še špageti, tudi če jih imaš ful rad, ti mogoče ne paše takrat po tekmi, je lažje spiti nek sok, Ne gre dol. Ja. Te telo bori. Okej, ko si omenila zdaj še te špagete in vmes dostikrat mi poslušamo tudi, to sem rekel, da te bom vprašal, ne, o glikemičnih indeksih. Kaj pomeni glikemični indeks? Verjetno že na sami banani bi lahko prej se pogovarjala, da zrela banana pa na pol zrela banana, ne, ali pa še nedozrela, imata različni glikemični indeks. Kaj je to? Tako je, ja. Glikemični indeks je v bistvu nam pove, koliko se dvigne, kakšen je dvig krvnega sladkorja v krvi, potem ko zaužijemo neko živilo, In višji kot je ta indeks, višji je dvig sladkorja. In se pravi, če ima neko živilo več enostavnih sladkorjev, bo ta glikemični indeks višji, recimo sladkor, med, tudi bel riž, take zadeve bojo imele višji glikemični indeks, kakor pa nekaj recimo, kar je polnozrnato ali pa tudi že krompir ima mogoče nižjega in tako, pač imajo pa nižji glikemični indeks, ker se bolj počasi in enakomerno dviguje in tudi dalj časa te recimo nasitijo taka živila, in zato jih je mogoče težje pojesti manj. Zato bi recimo človek rekel, da unka hujša, bi mogoče bilo bolj fino poseči po živilih, ki imajo nižji glikemični indeks, ki noče preveč pojesti, ker hoče, da je dalj časa sit, da je od manjše količine hrane bolj sit in tako naprej, Zdaj pri športnikih se pa velikokrat posega po živilih z višjim glikemičnim indeksom. Zdaj mislim, da te zanima tudi, kakšen je vpliv glikemičnega indeksa na športni performance, oziroma kakšne so te razlike. Ker pravijo, da načeloma potem ta tudi višji deluje krajši čas ali pa bolj trenutno, ta nižji pa lahko telo ga nekako predeluje v tem smislu, da ga bo dlje časa koristilo. Ja, zato sem ti rekel že pred oddajo, da sem bil pač imel priložnost nutricista španske reprezentance, ki je bil pred leti, in je govoril pač ravno o tem, da so oni šli tako daleč, da so testenine na različne dolžine kuhali. Ene so bile še čisto al dente, ko so bile druge že razkuhane, zaradi tega, ker je dobil različni glikemični indeks in so se različno te potem
pač energetske vrednosti vključevale znotraj, ne vem, treninga ali pa tekme, ne? Ja, to je v bistvu meni nek nov koncept. Še nisem slišala tega o testeninah, da bi jih nekdo tako kuhal, ampak mogoče je kaj na tem, ne znam povedati, koliko dejansko. Ampak če izhajamo iz tega samega indeksa, drži to, Ja. da se te, ki imajo visok, prej telo lahko uporabi, tako kot smo rekli, ne vem, to zrelo banano napram tisti, ki je še surova. Ja, to definitivno je res. In zaradi tega pač najprej bi sam poudarila, da študije, raziskave na tem področju glikemičnih indeksov trenutno ne dajejo, ne prioritizirajo oziroma ne dajejo sploh nobenega pomena glikemičnemu indeksu za športnike, recimo, kar je obrok pred treningom. Da včasih je, ne vem, še par let nazaj je bilo to zelo se je začelo poudarjati, da nižji glikemični indeks naj bo pred treningom oziroma pred tekmo, zato da bo, da ne bo onega spajka, da ne bo hitrega viška in hitrega padca. Ampak zdaj zadnje raziskave pa metaanalize, kar sem uspela prebrati, pa pač ni dovolj dokazov, da bi to dejansko držalo in se zdi veliko bolj pomembno, da je zadosten vnos ogljikovih hidratov in da je stranskega pomena, a je glikemični indeks visok ali nizek, a ne. Bi pa mogoče jaz tako pol, če logično razmišljam, nadaljevala, da mogoče je res višek, a ne, ampak saj, če imaš opcijo, da pač imaš ti nek dotok a ne, energije oziroma ogljikovih hidratov, teh enostavnih tudi pol med tekmo, a ne, ali pa recimo v polčasu pa tako, zakaj ne bi izkoristil tega viška, a ne, pa pač še dodajal, pa bi imel same viške, a ne, na ta način, da bi imel skozi to konstantno visoko prisotnost ogljikovih hidratov, a ne. Ker mogoče pri kompleksnih ogljikovih hidratih zna biti problem tudi to, da je preveč vlaknin in tudi to kakšnim ne paše in mogoče je prepočasno sproščanje ogljikovih hidratov v kri, a ne, kakor bi bile potrebe, tako da ja, to je zdaj moja teorija, ki se naprej, a ne, razpleta. Bo naslednja raziskava pol prišla, ali kaj? Ja, mogoče. Okej, midva sva tekmo odigrala, tako da sva že v prvem polčasu, tako da veš, ne. Odlično. A v prvem, čakaj, a sva odigrala ali sva v prvem? V prvem podaljšku sva, v prvem V prvem podaljšku. podaljšku, okej. Ja, tekma je konec, ne, tako da. Ampak super. jaz bi te, par vprašanj bi še vseeno imel, ne. Ja. Tako, prvo bi te vprašal, ker tudi vem, da Tonija zanima, ne, kaj je s tem čokoladnim mlekom? Zakaj čokoladno mleko? Ja, čokoladno mleko je eno zelo opevano in z razlogom opevano živilo za rehidracijo in regeneracijo po treningu. Je pač super, zato ker ima in beljakovine in ogljikove hidrate, pač mlečni izdelki imajo tudi visoko vsebnost levcina, to je aminokislina, ki sploh spodbuja to regeneracijo oziroma obnovo mišic. Ima se pravi tako glukozo kot laktozo, a ne, se pravi glukoza pride s kakavom, laktoza je v mleku, tako da ima različne vire sladkorjev, tako da ja. Ni samo tako muha, ampak je nekaj na tem. Zdajle samo razmišljam, a sem rekla glukoza pa galaktoza, v glavnem, ja. Ja, ne, ni samo muha. Je absolutno se priporoča. Zelo, mislim, da so prav raziskave opravljene na športnikih, ki so pili tole čokoladno mleko po treningu, pa pol v primerjavi z drugimi napitki in se je, mislim, da izkazalo, da je najboljše čokoladno mleko. Pravi, tudi boljš kot pa izotonične pijače, ali kaj? Ja, za po treningu. Za po treningu, ja. A ne, po treningu, ker rabiš tudi beljakovine. Med treningom pa izotoniki, ja. Izotonik lahko piješ tudi po treningu, a ne, pač pol za vmes, ko si žejen, a ne, pa da tudi nadomeščaš vse minerale, pa pač tudi ogljikove hidrate s tem, ampak ja, ni pa to dovolj za regeneracijo. Okej. Ali je kakšna razlika v prehrani mladih, se pravi otrok pa mladostnikov, ali pa na drugi strani odraslih? V bistvu
zdaj Ja, pa ne, ne. Ja, pa ne. Te osnovne smernice za dost energije, za dost ogljikovih hidratov in za dost beljakovin, absolutno, mogoče, ja, povišane potrebe po beljakovinah imajo absolutno, ampak tako imajo tudi odrasli športniki. Mogoče imajo malenkost večje priporočilo za vnos maščob, mogoče zaradi vseh teh hormonov, ki se še, recimo steroidnih hormonov, pa testosteron, pa to, da se res dobro gradi. Pa, recimo, lahko pride tudi do, še toliko bolj pomemben je, da imajo zadostni vnos tudi mikrohranil, recimo železa. Pri puncah se takrat pojavi prva menstruacija, mogoče, je tudi to pomembno, da se poviša vnos železa, pa tudi pri fantih, pri vseh športnikih je povišan vnos železa potreben. Potem kalcij imajo recimo otroci višje potrebe, kakor pa odrasli, Tako da to je treba sploh paziti pri otrocih. Potem vitamin D, sploh če so kakšni majhni otroci, mislim, tako taki suhcani, ali pa recimo pri tistih, ki imajo zelo pogoste zlome, pa so zelo podleženi temu, bi mogoče sploh šla preveriti, če imajo zadostne količine vitamina D v krvi, pa mogoče kakšno kostno gostoto, ki je s tem povezana, ker recimo pomanjkanje vitamina D je zelo tesno povezano z večjo incidenco z zlomi. Tako da to, Ali pa pol mi je dal pa še idejo tale doktor Žiberna, ki sta ga imela zadnjič, da mogoče ni najboljša stvar, da dajemo otrokom kakšna prehranska dopolnila, če to res ni nujno, ker pač dejansko obstajajo prehranska dopolnila, ki imajo ergogeni učinek do določene mere, ne spet to, ampak če imamo prehrano pošlihtano, je lahko nekemu profesionalnemu odraslemu športniku pride v pomoč, če bo mogoče dodajal kreatin ali pa nitrate ali pa sodobikarbonat, neka prehranska dopolnila so, ki imajo nek dokazan učinek, ampak pri otrocih bi pa jaz mogoče res rekla, da se tega ne spodbuja, lik zato, ker, kot je rekel profesor, da je potem lahko povečana incidenca za nagnjenje za kakšne prepovedane substance, pa za doping v odraslosti, če že takrat začnemo. Tako da mogoče bi rekla, da pri njih bi se izogibala temu, če je le mogoče. Ampak kaj bi pa pol rekla, ne vem, mi imamo v nogometu največ težav z pubertetniki. Se pravi, to govorimo o starost 16 do 19, kadeti, mladinci, kjer imajo po šoli problem z prehrano, se pravi, kako neki zaužiti, ker imajo dostikrat že zelo hiter trening in potem rešujejo tako, da pojejo kak sendvič, kebab, čevape, ne vem, zdaj malo pretiravam tudi, ampak ne veliko, Se pravi, nekaj, kar če bi gledal iz tistega idealnega, prehrambenega, niti ni tople hrane, niti nič, in samo, da neki, velikrat je preveč maščob prisotnih, Kje se naj poišče ali pa kakšno hrano naj vsaj pojedo, da ne bo potem prišel meni na trening, zdaj spet, pa ga bom jaz stisnil z nekim laktatnim treningom, bom sam rekel, 5 bruha, tisto, kar si prej pojedel, pa pol bomo trenirala naprej, Ja, to je zdaj, se mi zdi, da je to veliko pol tudi na starših, koliko se jim da kaj pripravljati mogoče otrokom za sabo, če so toliko stari, da si še ne znajo sami, ali pa, pač, da jim kakšno bi toplo, pač recimo, komot je to sendvič, sendvič je lahko čisto super obrok, če je noter, da so take stvari, ki jih pač bo otrok rabil, v tem primeru, če bo to obrok pred treningom, je fino, da ni preveč maščob noter, da ni lih kakšne majoneze ali pa ful masnih salam ali pa tako, ampak da so neki pusti kosi sira, puste kosi salame, ne rabi biti ful vlaknin, ampak še vseeno se mi zdi, da otroci imajo mogoče težavo z vnosom zadosti sadja pa zelenjave, tako da kakšna solata ne bo nobenega problema povzročila. Pa da je zadosti količinsko tega, pač, da se bo najedel, da ne bo pol šel še v špar pa po en čips ali pa milko ali pa kakorkoli,
karkoli, rajš več sendviča, pa bo ta polnovredno sestavljen, pa bo to super obrok lahko, ali pa lahko se dajo kakšne pač šejke, ali pa se gre kam ven jesti v kakšno gostilno, če so starejši, ali kakorkoli že na malce, jaz ne vem, kako imajo, ali pa v šoli načeloma bi mogli dobivati kar polnovredne obroke, tako, no. V osnovnih, ja, v srednjih pa je Srednji, malo večja težava, ne. To je Tam pa ni, res, ja. ponavadi nimajo šole kuhinj in nimajo možnosti potem Res. na te obroke, ne, kar pomeni, Ja. da so prepuščeni, da poiščejo nekaj, ne. Ja, definitivno jaz ne bi, sploh če to pred treningom posegala po burekih pa kebabih. Mislim, kebab mogoče, da zna biti še v redu sestavljen, mislim, boljše, kot recimo kakšen burek. Ampak ja, ni idealna ta opcija, ja. Tudi pice recimo so zelo mastne, pa v bistvu imajo zelo malo beljakovin, v bistvu je zelo veliko maščobe pa malo ogljikovih hidratov. Tako, no, ja, kar težko je to. Mogoče bi bila pol boljša opcija, da si sam sestavljaš sendvič recimo, ali pa greš nekam na obroke, kjer so neki, da si lahko samo izbereš, a so že študentski boni v srednji šoli, ne še. No, ko si študent, je pol še to malo lažje, lahko izbiraš take rešitve. Ja. Ampak je pomembno predvsem to, da se vsi zavedamo tega, da je pomembno, kaj jemo. V primeru, če mi želimo pač nek performance kvaliteten ali pa napredovati, ali pa če, se pravi, mladostnik, otrok nekoč želi igrati neki, mi govorimo zdaj o nogometu, neki res nogomet, ali pa se na nekem profesionalnem vrhunskem nivoju ukvarjati z športom, ne. Ja, pa sploh še dodatek, če hočemo, da je na dolgi rok zdrav, ne samo, da bo zdaj teh 5-10 let super nogometaš, ampak kaj bo pa pol, ko bo 40, 50, 60 star, to je zelo pomemben aspekt, ki ga moramo upoštevati, da pol po karieri, da bo še vedno mu služilo zdravje, pa da ne bo preveč trpel posledic svojih mladih let, Ja, ker danes se že vidi pač, da trend je, da večina klubov zajtrkujejo igralci na klubu, ne. Ja, to je super, ja. Se pravi, da se jim že pripravi, kaj bodo jedli, ali imajo pač, ne vem, 2-3 opcije menija, pa potem, da si jih zdravnik malo preveri, koliko je količinsko. In Ja. zelo velikokrat se potem tudi dogaja tudi, da so kosila skupna, ne. Ja. Ni Jaz bi pa mogoče nujno. tukaj dala kot neko pobudo klubom. Mislim, če ima zdravnik, od kluba dovolj znanja o prehrani, super, da že on malo pregleda te obroke, ampak drugače pa vključiti mogoče res kakšnega, oziroma povabiti na vsaj enkratni ogled, njihovih jedilnikov in zajtrkov in kosil, in nek pogovor s kuharjem tem v klubu, z nekim prehranskim svetovalcem ali dietetikom ali nutricionistom, nekom, ki pač se spozna na športno prehrano, kakorkoli že ima naziv, ki mu zaupajo, da ovrednoti in da mogoče izobrazi predvsem kuharja, kako naj ravna mogoče z ono maščobo ali pa tako, kaj se kupuje, ali pa nekdo kupuje bolj te zajtrke samopostrežne verjetno. Tako, no, da se malo, pa pač ja, še bolj bilo pa, da se pa še igralce izobražuje, v tej smeri. Tako da je, tukaj se pravim, da je zelo en tak neizkoriščen potencial, bi jaz rekla, da imajo športniki še veliko nogometaši slovenskih, kar sem jaz pač lahko ugotovila skozi to raziskavo, še zelo veliko manevrskega prostora, kjer lahko napredujejo in so boljši. In škoda bi bilo, da na tako enostaven način v bistvu ne bi izkoristili tega, ker tudi ne stane veliko, mislim, samo malo prilagodiš krožnik, v bistvu, pa služi tvojemu zdravju, pa vse skupino. Tako da mogoče res kakšen, ja, ali je zdravnik to, ki ima dovolj znanja, ampak velikokrat zdravniki niso deležni nekih prehranskega izobraževanja tekom študija, zdaj, če se sami o tem bolj izobražujejo, kakorkoli, drugače pa, ja, nekomu, ki se zaupa glede prehrane, ki bo vedel, kaj govori, pa kako mogoče izboljšati, ne bi bilo šlo. Zdaj moram te še tu eno stvar pač vprašati. Zelo popularno je, da določeni športniki določena ali živila ali so pozorni, tako kot je laktoza ali pa gluten, ne, da se izloča iz prehrane, ne. Verjetno en najbolj znanih takih športnikov je pač Novak Djokovic, ne.
Pri nas je bila v oddaji tudi Lara Prašnikar, ki je tudi spremenila pa določene stvari dala iz prehrane. Ali te zadeve, se pravi, večinoma se pač te dve stvari omenja v nekih prehranskih zadevah, ali so kakšne raziskave, da bi ti vedela, da vplivajo ali pa, se pravi, pozitivno ali pa negativno, se pravi, če se izločuje karkoli od tega? Na hiter odgovor je, da ne. Sploh gluten, laktoza, kar tako na pamet, mislim, v bistvu ne moram reči ne. Če ima nekdo težave, če nekomu povzročajo težave laktoza ali pa gluten ali pa karkoli, ampak to mora biti utemeljeno in ne kar neki na pamet, meni se pa zdi, da mi povzroča težave gluten, ker verjetno ti ne povzroča težav glutena. Ne? Tako da, kar tako, če je nekdo zdrav posameznik, ki mu te stvari ne povzročajo težav, je to čist butasto in čist nepotrebno obremenjevanje in omejevanje hrane in ne bo nobenega dodatnega haska od tega, kvečem boš imel ti toliko težav, ko boš zmeden in se boš sekiral in ti bo toliko težje v življenju in boš kupoval dražje stvari, ki so brezglutenske, pač za brezvezje v bistvu, ne? Tako da ni načeloma, pač to, kar sva midva danes govorila, to so glavne stvari, ki bojo vplivale na performance. Res prva glavna stvar je zadosten energijski vnos in druga glavna stvar zadosten vnos ogljikovih hidratov pa pač beljakovin, ki pa načeloma niso težave med recimo športniki pa nogometaši, ampak recimo te dve stvari pa sta, energijski vnos pa ogljikovih hidrati in vse ostalo, tudi če bi imel kakšen minimalen vnos gluten, ampak ga nima, recimo ali pa ostale stvari, je to zadnja stvar, s katero se začnemo ukvarjati. Ne? Prva bo te dve. Najprej te dve pošlihtati, pa ko bosta te dve pošlihtane, pa ostala makrohranila, pa pol mikrohranila, pol pa se lahko mi, recimo, pol bi bilo pa smiselno mogoče prehranska dopolnila za izboljšanje performansa razmišljati, ne? Pa se pozanimati, kjera sploh so, tako so preverjeno, imajo mogoče, a ne, to spet niso ne vem kakšne, da boš pa zdaj, ne vem, 3 kilometre v eni uri lahko več prelaufal ali kakorkoli, ne. To so minorne stvari, minorne spremembe, ampak v profesionalnem športu mogoče že to šteje. Ampak velike izboljšave bojo pa to, kar sva govorila, ne. Ja. V profesionalnem športu to je ključno, ker zelo veliko golov se dosega v zadnjih 5 minutah, kjer ena ekipa omaga, ne. Ja. In druga še lahko teče. Ne? Ena še ima energijo, ena pa ne več. In so tu kar zelo velike razlike. Ja. Zdaj za konec imam dve vprašanje še. Kaj bi svetovala ti mladim igralcem, ki rečemo, bi želeli iti na pot nekega profesionalizma? Kaj naj že zdaj razmišljajo, pa kako naj se lotijo prehrane? Jaz bi jim svetovala, da poslušajo tale podcast, da vsaj približno dobijo občutek, kako bi mogla prehrana izgledati, ali pa recimo si preberejo UEFA te smernice prehranske. Te so sicer v angleščini napisane. Moja magistrska naloga bo po maj čez kakšen mesec, recimo v oktobru 2022 prišla ven, tako da bo bolj kot ne to prevedeno v slovenščino, tako da če komu lažje lahko tudi na tak način prebere. Ja, ali pa tale podcast. Pač to so take... Boš povedala, ko bo prišla magistrska ven, pa jo bomo na naši objavili, gar. Tako, v glavnem, to so take stvari, ki lahko naredijo v bistvu velike spremembe, ne? To je tudi pomemben pri mladih športnikih mogoče, da jih starši priučijo, da bi mogoče starši poslušali te stvari, pa da jim nekako, ali pa tudi trenerji, ne? Vsi, ki so udeleženi v njihov vsak dan ali kakorkoli in v njihove odločitve, tako da ja, pač to so neke enostavne stvari, ki se jih da v prehrani izboljšati, ki bojo imele dolgoročne posledice in za performance in za zdravje in boljšim bo v lifeu. Tako da in boljši športniki bojo. Tako da ja. Se pravi, staršem bi pa kaj svetovala pol? Kuhajte dobrih od svojim varovancem, da bo
da bojo dobro zrasli lahko, ali kaj? Neko osnovno izobraževanje in da se zavedajo, da športna prehrana je drugačna kot prehrana splošne populacije in če neka mamica mogoče hoče izgubiti kakšno kilo, mora biti to čist drug način na krožniku, mora krožnik čist drugače izgledati, kakor pa od njenega otroka, recimo, ki ima 2 treninga na dan, ne. Tako da, ali pa še šolo, pa ne vem kaj, ne, 100 enih obveznosti, pa še raste zraven, tako da definitivno to je treba imeti to mejo ozaveščeno, no, da so razlike in da kakšne so razlike, kaj je pomembno za otroke, recimo športnike. Tako da ja. Ok. A je dosti hiter minel? Ja, imam suha usta, kljub temu, da skozi pijem, ampak ne, drugače je bilo pa super. Upam, da si uživala. Ja, super je bilo. Malo sem preskakoval, sicer je bilo vmes še en kup drugih stvari, ko bi te še spraševal, ampak ne bi prišla do rečemo, da vsaj pokrijemo te neke osnove, no. Ja. Tako da iz moje strani hvala, da si bila moja gostja, da si podelila tole svoje znanje. Hvala tebi, no, da si me povabil, oziroma Dominiki, ki me je predlagala, kakorkoli. Sem vesela, da sem bila gostja. In upam, da nisem kakšne bedarije povedala. Me bojo opozorili kolegi, če sem. No, če te kdo kaj opozori, povej, bomo predali informacije naprej. No, Tako da, še enkrat res hvala ti, želim ti dober zagovor, magistrski. Hvala. Naslednji torek drž pesti ob 10. Pa da boš dobro opravljala potem svoje to poslanstvo tudi naprej, da nas boš še naprej izobraževala pa nam delila tole znanje. Hvala, super. Tako da vsem ostalim pa hvala, da ste bili z nami. Veste vse, ker je že dosti oddaj, tako da se slišimo naslednji petek, pa lepo zdrav. Zaključili smo še eno oddajo podcasta iz Centra Ogol. Še enkrat smo pokazali, da je nogomet veliko več kot le zmaga in poraz. Če ti je bila oddaja všeč, klikni, da ti je bila všeč, napiši komentar, sledi nas na Instagramu, Facebooku, YouTubeu. Drugače, za danes je bilo to vse. Hvala, da si bil z nami. Vidimo se naslednji petek v novi oddaji iz Centra Ogol.